Ljudje in ljudine, poslušate Obot redno že 23. epizodo prve sezone podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obot, ogenj bruhajoči otroci Daenerys, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamo. Tokrat znova z gostom, oziroma natančneje z gostjo, Matejo Košir. Mateja Košir je odgovorna urednica Delove priloge Vikend, se pravi Igorjeva šefica. In ker Igor redno zamuja z oddajo člankov, naj je zelo lepo prosil, če se z Mitotom lahko danes še posebej prijazna. Sicer pa tudi sama filmofilka, če prav razumem po tvojem Twitter, kako ste mu reče, postru, plakatu, tapeti. Misliš o zadju? O zadju, to je, no, to sem mislil. Če bo slikce. Tako je, ja. A tisti še zmer velja, da kdor ugane vse filme, dobi povabilo na kavo? Jasno, si vse uganil. Ne, mislim, nisem še natančno pogledal. Ene dva mi nista čisto jasna, pa nočem googlati, tako ne moram pogledati. Ja, ene dva sta malo zavajajoča, ali pa nista toliko na prvo žogo, kot recimo, ne vem, Pulp Fiction, ne? Ja, to me je malo zmedlo. Dobro, tok, da vemo. Skratka, nova gostja, nova prividna značka specialne agentke agencije Obot je podeljena. Hvala. Cenim. Ja, enkrat, ko jo bomo resnično imeli, bomo naredili celo ceremonijo, ampak do takrat je še zgleda daleč. Skratka, danes smo za vas pripravili posebno 23. epizodo, ki jo bomo posvetili eni najbolj priljubljenih serij v zgodovini sodobne televizije, ki se je pravkar spektakularno končala. Kaj serija, to je kult, kaj kult, to je religija. Govorimo seveda o HBO-evski Igri prestolov, Game of Thrones, ali krajše GOT. In danes se bomo pogovarjali o seriji, knjigah, seveda tudi koncu serije, ter sploh fenomenu GOT. Posebna epizoda. IP bi lahko rekel v slovenščini. Tako je, IP. IPA. Jo, kako se vražnika ljudje reče IPA in zdaj se to vsi navadili. In prideš v gostilno in rečeš, da boš IPA in te gledajo. Zato, ker se reče IPA in ne IPA. Moj prijatelj ima vedno to težavo in potem mu 3-krat ponovi, na koncu reče, aha, IPA. Ja, bolje se reče, bolj pa IPA. No. Pa se če že po Sloveniji, ima se vseeno. Dobro, zdaj šli smo. Skratka, posebna epizoda zato, ker jo bomo izdali v nestandardnem terminu, ne vemo še točno kdaj, najbrž zdaj, ki nas poslušate, veste kdaj. Ja, zdaj smo izdali, oziroma danes. Sicer pa lahko od nje pričakujete vse to, kar pričakujete od nas nasploh, s to razliko, da bo debata danes še posebej ognjevita. Mežik. Ker smo zasebno seveda že ves čas sproti komentirali serijo in vsaj mi trije vemo, da se v marsičem ne strinjamo. In še ena posebnost zaznamuje današnjo epizodo, namreč da gre obenem za komemoracijo bratskega podcasta Glave. Ljudje in ljudine, glave so padle, minuta molka. Okay. Tukaj Raise of Castamira. Ok, si sam še nalijem do konca. Skratka, tistim, ki ste od glav prišli k nam, našli do nas, ki vas je k nam pripeljala neuteležljiva lakota po vseh vsebinah povezanih z Game of Thrones, pa tole sporočilo, mi smo boljši, lepši in sposobni smo se ukvarjati z več kot eno samo vsebino, kajti tam zunaj je celo vesolje fantastičnega in če želite, smo lahko vaši kapitani. Game of Thrones ni ne začetek, ne konec in če nas boste spremljali, vam bomo to tudi dokazali. Brez skrbi, nežni bomo. Pa bomo v rejpi. Skratka, in preden se lotimo resne analize Game of Thrones, ki glave nikoli niso bile sposobne, še tole opozorilo. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste gledali serije ali še niste pogledali do konca, nehajte poslušati. No, lahko prisluhnete še našemu uspevnemu intru, potem pa res nehajte. Skratka, vrnite se k tej epizodi, ko vam to uspe. Če pa serije niste in je ne boste gledali, pa kar naprej. In se pripravite na divjo vožnjo po zahodnjem. Maestro, intro.
to je to, Game of Thrones, s nami je Mateja Košir. Kako ste ljudje? Končalo se je včeraj. Zdaj smo to gledali 9 let. Ja. Ja, 90, ja. 90 let. Ja, jaz sem bil v Zagrebu v kinu gledal prve 3 dele. Ti si unka, se spomni, kdaj ste gledali prvi del? Kje ste bili? Ja, kje ste bili? S pižamatom sva bila v Zagrebu v kinu, kamor nas je povabil HBO. Mislim, nisva bila sama za avto. Ja, verjamem, da nista bila sama, ampak ok. Na romantičnih sedežih. Ponovil, ja. In smo gledali in sva rekla, ok, to pa bo še zakaj, ja. Ja, in mislim, da smo imeli kar prav. Jaz mislim, da sem imel kavčev, zikr sem imel kavčev. Ja, jaz po moje tudi, ja. Pa ne vem, če sem pogledal takoj, mislim, da prvega dela celo, mislim, cajt sem se vzel. In mislim, da je to bil prvi in zadnji del, za katerega sem se vzel cajt. Je to ena res redkih serij, ki sem jih zdaj gledal pač ob prvi priliki. No? In to je zdaj res v zadnjih sezonah postalo do te mere tečno, da sem pač v ponedeljkih se izogibal Facebooka in Twitterja in vsega tega, ker skozi se mi je to dogajalo, da zadnjič sem šel pred 2 tednoma službeno nekaj na Facebook, sem moral nekaj objaviti na Cankarjevo in prva stvar, ki sem jo zagledal, je bil nek naslov od nekega članka, ki mi je mislim, da povedal, da nekdo umre, kaj je že bilo, pač nekaj je bilo, pač skratka, tako mi je prva stvar, da zmaj umre, takrat je zmaj umrl. Tako sem bil, hvala lepa. Idealno bi bilo, da bi bilo 2 tedna pred vsakimi volitvami. Ja. Vsak dan. Čeprav se mi zdi, da so se zdaj malo popravili, saj te, kako bi rekla, bolj tradicionalni mediji, se mi zdi, da ne vem, tako kot Guardian ali pa te več nimajo takih. Ja, oni so, naslovov. ampak neki gizmodo, tipa BuzzFeedi, to pa so brezsramno. Pa jaz njih zelo dosnih skenslov, pa še zmer se je nekaj prebil. Pa tudi one, če si toliko serij, tudi ono, ko eni objavljajo kao memes without spoilers. So spoileri. Seveda, da so. Ker si toliko brihten, da veš ene stvari. In ti je tako samo, moj bog, nekaj. Jaz sem danes, zadnji del sem gledal dost hitro, ampak vseeno sem predtem, ne vem, Io9 odprl nekaj takega in sem videl podobo Praznega prestola. Ne? In pač sem mislil, da je to spoiler, pa prav zares ne bil. Ne, ampak veš, mislim, folk je skuša biti duhovit, pa kao ne spoiler, ampak naprimer, jaz tudi zadnji del sem si ga takoj jutro ob kavi pogledal, sem rekel, ne bom za cel dan, nimam cajta, se zdaj še... Cel dan mižati. Ja, mižati, ne pa, ko imam za delat, ne pa moram po netu skakati in pa si dam takoj del, ampak predtem pa Twitter odperem, pa Patrick Williams, naprimer, samo napiše samo par besed, bron, pa fuck off, mislim, da nema fukat s takimi, ja, veš, mislim. Tako da, veš, kaj se mi zdi, taki veliki fenomen je, rato vse to skupaj, pa da tudi mediji to štekajo, da se pač morajo šlepati, ne, tudi v Ameriki, koliko je zadnji del gledalo, 45 milijonov ljudi, uradno, ne, samo v Ameriki. Velik impact je bil na ekonomijo, ker ljudje v ponedeljek so jemali bolniške, dopuste in ne vem kaj se. In tudi treba reči, da so se tudi slovenski mediji zelo hitro, ne sam filmski mediji, naenkrat je zdaj posod, ne, Game of Thrones. Tudi RTV Slovenija recimo se vključuje v celo debato in vsi, ker preprosto ne moreš ignorirati. Mogoče bo čez 3 leta celo odkupila pravice za to. Čez 3 leta, moj. Ne, pri nas je kanal, imel to, ne, oziroma Pop TV. Točno, a imel Game of Thrones, imel pa res. Ja, nekaj, mislim, mislim, da je imel tako, ja. Pa jim je zmanjkalo denarja. Mislim pa tudi pozicionirali so že serijo, tako ne moreš začeti s prvim delom ob sredi tedna pol enih zjutraj. Ja, verjetno. Čeprav. Mislim, veliko ljudi ima zamik, pa to, ampak tisti ljudje, ki imajo zamik, imajo mogoče tudi že HBO videoteko, pa pol nekako s tem. Pa veliko so imeli teh serij, Vikinge recimo tudi, pa nekaj Ne, Vikingi so pa bili na planetu, se ne motim. Mislim, da so imeli tudi na Popu, ampak v glavnem vse so pa take ure, pač neki. Ja, no, to je bizarno. Kaj pa jih, mislim, ali je takrat menijo, da ljudje, ki jih to zanima, gledajo to, ali pač predolgo trajajo gostilne in kmetije, da bi uspeli prej dati na spored?
Po moja to, ja, vsi tisti njihovi moneymakeri, veš, morajo prej prideti, ne, in tudi RTV bi po moja šele po odmevih pa kulturi, pa ok, tu imate Joške pa iti, ja, ne, mislim. Je dobro, dejstvo je, da pred 9 uro težko prikažejo to, čeprav več bi imel pa letos ob 8, ne? Dobro, ampak če daš ob 10, je to še nekako, veš, prebavljivo, daš ob pol enih, je pa to nekaj drugega, ne. Ja, čist. No, to škodi ekonomiji, ja. Pa zdravju ljudi v tem, rekel. No, jaz mislim, da zgodbe niti nima nekega pretiranega smisla obnavljati. Jaz mislim, da večina ljudi, ki zdaj tole posluša, je verjetno gledala, če ne bo pač razumela zgodba iz vsega tega, pač do fantasy je, no, na nek način. Se tudi o tem bomo govorili, kaj je novega v tem fantasyju, kaj prinaša to fantasyju. Gre za spopad za prestol, noč so zmaji, mal magije, zombijev in tako naprej. Velikani, oziroma dva. Tudi velikano, ja. Tudi parih, ja. Krvovovki. Von, ali kaj že. Ja. Ja, predvsem je v bistvu borba med družinami, politika, incest, klanje, spletkarjenje. Ne, ja, George Martin je to naredil po resnih zgodovinskih vzorih, tako da se vemo, kaj je že tista neka knjiga kraljev ali kaj se je že neke te francoske in to. Kako je že ona Battle of the Roses, ne? War of the Vojna dveh vrtnic. Ja. No, dajmo lepo na easy in počas. Skratka, zakaj ste, mislim, a ste še zmer fani Game of Thrones, zakaj smo fani, kaj vas je v bistvu prepričali pri Game of Thrones, ko ste začeli gledati, mogoče tako, pa če začnemo z gostjo. Ja, jaz to od nasprotju z vami nisem gledala od začetka, sem eden unih ljudi, ki se je priklopil kasneje. Vsi so mi govorili, pa glej. Ja, si kaj predstavljam Igorja, ja. Glej, vsakemu danem človeku kao PS, glej. Zmaji, to zame ni, ne. Aha, drugače ne gledaš recimo fantazije, ali pa bereš, ali pa karkoli. No, evo, glih to me zanima in kaj je pol tebe pripričal? Ne, mene so pritegnile politične spletke, ne. Prva zadeva, ki mi je bila tako všeč, je bila, kako je Jamie porinil unga skozi okno. Pa se kaj, tole bo v redu. Za sekundo sem si premislil, da pa glej, tle ste me kupili. Ne, tako, pač zdel se mi, to je serija, ki bo podirala pravila, ki bo kršila pravila. Se pravi, tudi otroci bodo umrli, v redu. Čeprav Bran ni umrl. Ja, čeprav sem si velikrat želela, da bi. Tako, vsakeč, kadar so bile tiste sezone s tistim, ki je bil on The Raven, pa sem glava, čelo, ali roka, čelo, pardon, vidiš. Facepalm. Ja, tako da mene so pritegnile predvsem te spletke, te pogovori, to vodenje politike iz ozadja. Tako da sem bila najbolj navdušena nad temi dialogi, ki ste jih imela, recimo Varys pa Littlefinger, ki ste jih imela pol Tyrion pa Varys, se pravi ta nek, kako sediš v ozadju in vlečeš niti in upaš, da jih vlečeš prav in da si pri tem uspešen. Zdaj, če si super, če nisi, te pa hitro pokopljajo, a ne. To mi je bilo mogoče nekako skozi vso serijo najljubše, tako da bitke so bile tiste, ki sem jih preživela, zato da sem prišla do dialogov. No, dobro. Ja. Igor, ti? Jaz sem knjigo bral že ful prej in v slovenščini prevodu mi je bila zelo všeč, potem pa sem imel neke težave s hrbtom in sem prebral na Blackberryju vse ostale. Ti res se v najkraju prebereš, ne? Ja. To na Blackberryju. To na Blackberryju, ja. Toliko daleč nazaj je bilo, da Blackberry še bila stvar. No in potem, ko je prišla serija, sem bil, yes, dajmo to, ne. In serija me je potem na začetku se mi je mogoče malo vleklo, ampak me je prepričalo, ko sem videl, da se ne bojo šli spreminjati teh stvari kot to, da pač Brena res vržejo skozi okno in potem je bilo tudi jasno, da bo Ned Stark jo skupil na koncu. Mi je pa bilo v prvem delu, recimo, mi je bilo blazno
nadležno, ker pač vsi poudarjajo, vsak, ki se pogovarja s kom, uporablja cel naziv in še pol backstorija pove za to, da ekspozicijo in spravijo skozi in razložijo, kdo je kdo. Ne? Ker vem, da tam se Jon Snow pogovarja z nekom, pa mu reče tisti človek, ti si pa Jon Snow, bastard son, bla bla bla. In v naslednji sceni se pogovarja z nekom drugim, pa mu reče, ti si pa Jon Snow, bla bla bla. In pač tega so se kar hitro rešili, in je zelo v redu šlo. Ne? Moram pa reči, da isto kot Mateja, da te dialogi, to je bilo meni ta najbolj zanimiva stvar, pa nekatere bitke, pri čemer mislim, da mi je bila najboljša Watchers on the Wall. Ki je, mislim, da edina dobra stvar, ki je ta režiser posnel, ki je naredil tudi film Doomsday, pa ne govorite o tem reč, ampak tisto pa je res ful dobro posneto, ful dolgih kadrov, ful je akcija, cel vidiš, kje se dogaja, temno je, ampak še vedno se vidi, za razliko od nekaterih drugih bitk, ki se odvijajo po noči. Tudi potem sem podobno, recimo največje razočaranje od bitk pa mi je bila Battle of Blackwater, tam se pa čist nič ne vidi, pa obupje. Tak, nekak, ne. In v bistvu sem bil cel čas fan, menim, da je ful stvari bilo narobe v celi seriji, ampak dost več jih je bilo pravno. Tako da ja. Mito. Jaz sem pa v bistvu prvič prišel stik s tem preko knjig, ker jih nisem bral, ampak moj brat pa sošolec Buha, ona vas sta prodajala to kot kaj bereš, to Lorda pa nekaj, veš. Jaz sem bil takrat na Robert Jordanu na seriji Wheel of Time, ki je vseeno še vedno tale bolj klasičen high fantasy. Ona vas sta mi pa prodajala, politika, spletke, štihanje v hrbet, ne, to. Ampak dokler se ni začela serija, nisem pograbil tega, pa seveda malo zaradi hypa, malo zaradi folka, ne, sem potem pograbil. In kaj mene najbolj pritegne, je po bistvu subverzija žanra pa pričakovanj. Sami dialogi, v bistvu je bilo to vse super, posneto super, igra super, ampak to je bilo za pričakovati nekako, mislim, nič, kar bi mi od začetka ful štrlelo ven od pa, ne vem, drugih serij, ki so takrat odvijale. Ne? Mislim, da takrat je bil Breaking Bad zelo še aktualni, smo takrat v temu. Ampak prav subverzija žanra, naprimer v kontrastu z drugimi filmi, predvsem Lord of the Rings, ki je tudi bil zelo navdih za Martina, koliko razumem, je tudi taka moralna sivina, veš, mislim, nimaš good guyov, bad guyov, z vsakem se lahko, se imaš na pol prav, pa na pol si kreten, pa levo desno, pa točno štekaš, zakaj nekaj naredi, ampak ful je bizarno, kaj naredi, veš, take zadeve so me ful pritegnile noter, predvsem pa ta ne zdaj cliffhangeri, ne, ampak prav, kako se igrajo z tvojimi pričakovanji in kako potem celo v 4., 5. sezoni se igrajo z pričakovanji, ki so že tak daleč fenomen postali takrat, da so mogli se že s tem igrati in v bistvu vso to motrenje nad to igro me je najbolj zanimalo pri tem, ne. Pa vse ostalo je pa štimalo, ne. Mislim itak, ne, brez tistih bombončkov, dialogcev pa tak naprej me ne bi to držalo. To mi je bil bolj taki meta cukr, no, ki me je pritegnil pri tej seriji. Ja, ker v bistvu, če gledaš tam, ko Tyrion nekako ubije svojo ljubico, pa očeta, nekako je on v tistem hipu še zadnji lik, ki je prestopil čez ta Rubikon, še zadnji lik, ki smo mu mogoče prej lahko rekli, da je pozitiven, je pač prestopil na temno stran, recimo. V umor, ja. Stanis in Sežig, hčerke. In Daenerys, ne, pač... Daenerys je pravzaprav... Ona je že skozi... Ja, vem, to je cel svet govori. Gaj, ne. Ampak se do tega lahko še pridemo, ne, ampak... Ja. Mislim, jaz sem ga tako osebno videla. Do tistega hipa sem jaz edin njega videla še kot moralni lik, ne, po tistem pa tudi on ni bil več tako. V bistvu malo likov je noter, ki se res lahko imajo tam za čistune, pa čiste, da so neomadeževani. Tudi Bran ima ene par kočljivih situacij, pa mogoče Brienne, evo. Brienne pa Davos, recimo. Naprimer, ja. Dobro, samo tudi on
Davos je lik z najmanj razvoja To je res. karakterja. On je pač prijazen striček. Dobro, pa tudi Davos marsikaj požere v imenu velikega Stanisa, ne? Ja, ok, no, sem pač, je pa zmer nasproti, pač, a veš. Pač se ne more dosti narediti. No, Davos je dobro zrcalo naše zgroženosti, ne? Pa Brienne pa kot nek res, tisti klasični vitez, ne, fantazijski, ne? Ful sem bil vesel, ko jo res končno povzdignejo, ne, v stan, tista bila zelo lepa scena. Ampak ja. Ko je povzdignejo iz devištva. Zelo hitro se pokvarili tisto lepo sceno, moramo reči. Ja. Alkoholno inducirana apoteoza. Ampak ja, definitivno jaz se strinjam s vsemi, pač posebej to. Ja, takrat, jaz mislim, da si tudi v srednji šoli nisi bral, jaz sem bil pripričan. Ne, sorry, jaz sem bil na Jordanu. No. Skratka, jaz sem takrat tudi pač bral sem Jordana, bral sem Good Kinda, bral sem še neki in potem je prišel Game of Thrones, Buha je takrat prinesel tole, Boštjan, če slučajno poslušaš. Servus stari, ja. On je prinesel in mi je tako enkrat prva dva dela posodo, ker sem takrat itak, se spomnim, da v enem tednu prebral Jordana do takrat, koliko je imel, mislim, da 8 knjig, tako da pa sem še pa Game of Thrones. Poletje je bilo nično, kaj je se delati. Ja. Pa nisem nobene več prebral. Ja, res šlok dela poletje. Ja, tako da nimam, zadnjih 5 pa nimam. No, skratka, kakorkoli, pustimo to. Game of Thrones sem dobil in preberem prva dva dela, mi je bilo to pač top. Takoj se videla ta razlika, o kateri ti govoriš in sem se totalno zaljubil v to. Nisem pa pol bral dalje, ker mi je bilo, ker je Jordan takrat že se vedelo, da je bolan in ko smo vedeli, da ne bo doživel konca knjige, sem se rekel, ko sem videl Martina, ki je bil v Sloveniji, jaz sem bil takrat sicer nekaj v tujini in mi je bilo toliko žal in še danes mi je, ker nisem bil tam. Ampak skratka, ker sem ga videl tega debelega starca, ko mi je pol pižama tudi povedal, kaj se je jedel tam ta tip, sem si mislil, ok, tudi ta bo krepno, predamo do konca, ne bom tega bral, ampak pol je prišla serija in sem začel serijo v bistvu gledati. In kar je mene navduši in pri knjigi, pri seriji, vse od začetku je pač to, o čemer bomo tudi kasneje govorili, ta sociološka komponenta. Kar Martin pač tu naredi, je, da niso glavni junaki zmer, vse so Starki, pa vse so Lannisteri in to, ampak imamo tudi Littlefingerja, recimo, ne? Pa tudi mal gleda, njih povezuje z nekim sociološkim momentom, to se pravi, ni dovolj, da ti osvobodiš sužnje. Kva se zgodi pol, ne? Take stvari ne. Ta vprašanje, čista realistična vprašanja, pač, kaj narediti z enimi stvarmi, ne? Tudi zdajle, v zadnjem delu mi je bilo toliko smešno, ker pač vsem ostane, pa tam, kaj če bi volili, pa je bila demokracija. In si misliš tako, ne, to je pač fantasy, tle so monarhije in pri fantasy vedno imamo ta problema, ker beremo o teh high lordih, ki so ne vem kva, in je neke vrste pravljica, ki brenka na čist neka naša ta napol primitivna čustva po neki avtokraciji in tako, kako lepo je biti. Ja, seveda je lepo biti v srednjem veku živeči si plemič, ampak kaj pa oni, ki so v bedi? Ali pa oni, ki so v King's Landingu. Ja, pa oni, ki so v King's Landingu. Ne, pa se to Martin v knjigah zelo v redu izpostavi. Dosti bolj kot serija se mi je zdela. Še posebej v knjigah pa še bolj. Ja. Sploh to je bilo zelo tako bežno menjeno v seriji, v knjigah je pa precej izpostavljeno, da je problem že v prvi knjigi to, da ubijajo Neda Starka, ker če pokažejo raj, da so tele zamenljivi, jih lahko tudi pridejo na idejo, da jih bojo sami zamenjali. In še večji problem imajo to potem z Cersei in Walk of Shame, glih zaradi tega, kako si ona lahko pridobi nazaj veljavo po tem. Ampak, mislim, v knjigah še nismo tako daleč, tukaj pa ni imela nobenega problema. Meni je zanimivo, naprej, če kontrastiram to z Jordanom pa z Lordom, tako ste rekel, tale sociološki vidik, hkrati pa Martin zelo dobro pelje neki taki zunanji pritisk, ki potem motivira vso to neko zgodbo, jo kot nek propeler žene v bistvu od zunaj. Nekaj naprej veliki drugi, pa tudi Daenerys kot nek zunanji dejavnik na Westeros pritiska, da se v bistvu tele družine pa zgodbice začnejo odvijati po ne zgolj interni logiki likov, kot je neka klasična varianta, ampak pač tali pritisk se potem na zgodbo v bistvu zelo lepo odraža. Tako je en ekonom piskar. Ja, se točno to, in take stvari so mi le všeč. In meni je bil pač daleč najboljši lik, mi je bil Littlefinger zmer, ker on je bil pač, kao ni bil, a je bil Nobleborn, mislim, da ni bil, ne? Ja, ampak je bil ne vem koliki otrok. Ja, tako. In pa Jon Snow mi je bil zaradi tega od začetka všeč, ker je pač bastard in je tako. In on pač, Martin ima pač
zelo ima rad take, ne pa ženske so not, neka ženska Arya, recimo, ki je pripisana neka vloga, ki je ona noče in si tako, ja, go girl, go get it, ne. In enako Tyrion, ne, ta men, pritlikavc z familije samih nekih lepih, ki so tako lepi, da se med sabo parijo, on je pa pač tam. On je pa pač tam en pritlikavc, sovražijo ga vsi in vse, kar ima, je cinizem in vino in kurbe. In to se mi je zdelo tako, kako lepo. A ste opazili, kaj v zadnji epizodi že tretjič hotel isti vic povedati, pa mu ga ni uspel. Ja. Dobro. Ja, reveš. Zdaj, ko si o teh likih govoril, meni pa je lik Sanse nekako bil lik, ki mi je šel od začetka seveda najbolj na živce, Trapica. Tam imaš njeno sestrico Arjo, ki je pač taka manjša, ampak ni tako omejena in ona s tistim svojim sanskim pogledom, da bo princesa, ki bo na enem prestolu sedela, zraven bo imela pa tacga dobrega kralja, pa zelo bo pomembna, pa kako bo to lepo, pa gre pa vse navzdol. Ja. Pa, ko gre zelo navzdol, gre pa še bolj navzdol. Če kak je že v prvem delu, tako Nedo Starko reče, jaz nočem močnega, pa poštenega kralja, jaz hočem Joffrija, pa se vsi tako, pa s tabo, ti si res blesal. Se Arja prav v glavo smeji. In pol jih najprej Joffrey misli, se bo pomilostil mojega očeta, pa to, pa pol vse tiste poroke, posilstva, mislim, in iz nje pol zraste nek tak zelo racionalen lik, zelo, mogoče tak ciničen, ampak zelo, za moje pojme, super lik. Ja, meni ima ona od enem bolj zanimivih lokov, ne, sicer mogoče je deloma tudi upravičena da kritika, da v bistvu ona najbolj zraste zaradi nasilja nad njo, ne, da v bistvu to res pravi, a je to dovolj odločilen generator za njeno razvoj. Ona je zdaj dala intervju, en glih danes sem bral in pravi, da je ful pomembno poudariti, da to, kar so se oni tudi menili, kar se je pogovarjala z Benioffom in Weissom, da ona ne postane toliko močnejša zaradi zlorabe, ampak zaradi tega, ker jo je možna preživeti. Kljub zlorabi. Ne, super je povedala in jaz mislim, da tle se tudi vidi, koliko pač ene stvari, ki smo jih zamerili, pač tudi Game of Thrones, pa scenaristom in vse to, je pa fino, da so se neki pametni ljudje, ki znajo razmišljati. In recimo njen respons, kdo je že Sansa, kako je imeti? Sophie Turner, ja, njen odgovor je tle meni fenomenalen. Ker ja, problematično je, seveda problem je bil tam, ker nekdo neki cajta nazaj, v enem dialogu ona tako nekaj govori, kot da pač, oziroma kdo je to reče. Ona tam reče, da če ne bi pa še zdaj ostala Little Bird. Ja, to je seveda problematično, ne. Hound, kot ste pogovarjate nuni gosti po koncu bitke, in to je bilo problematično, ampak je fino, da se zavedamo tega, ne, in da govorimo o tem. A veš, ni treba, da zdaj spoliramo vse like pa vse dialoge v seriji, je pa fino, da se pol pogovarjamo in da se mi med sabo, mislim, da pogovor steče in da vemo, kaj je prav pa kaj je narobe. Mislim pa tudi, da oni sami ugotovijo, kadar so kaj narobe naredili, ker tisto, ko Jaime posili Cersei ob truplu njunega sina, je bilo zelo narobe in oni so pole rekli, ne, mi sploh nismo tega tako napisali, mi nismo hoteli, da bi to tako izpadlo, samo pač očitno smo imeli nesposobnega režiserja. Ali pa montažerja. Ker, mislim, vse tista scena je bila čist off nasploh, no. Tista malo več štrlelo, čeprav. Vse. Prni je res kaj zelo več štrlelo. Če že gremo to, kdo je najljubši lik, pa jaz imam dost jasno izbiro Arja, ker je Batman. Besedno. Cel njen ark je Batman Begins. Se mogoče bo naslednji spin-off Arya in the League of Shadows. Arya goes west. Meni je pa Tyrion. Meni je bil Tyrion dolg, ampak zadnje sezone, pač preprosto vidi se, kaj zmanjka, source material ni več tako zabaven in smešen. Pa tudi, naredili so ga preveč omejenega, ves čas smo vse narobe. Zdaj na koncu ni pameten in vse je nekako razumel, kaj se bo zgodilo, zakaj, kako se bo zgodilo. Pa tako pač ves čas v eno smer teče in zakaj misli, da bo Cersei popustila? Pa misli, da bo še enkrat popustila. Pa še misli še tretjič, da bo vseeno popustila. Mislim, to ne moreš zdaj samo reči, da je to bratska navezanost, ampak to je že prehuda.
Jaz pa se ne strinjam najbolj, ne? Jaz bom pa tako rekel, da meni se zdi, da Tyrion do konca 4. sezone, 5., kjer on ubija očeta pa svojo bivšo, on zapade, mislim pobegne, pa zapade v čist drug jarem, ne? Torej v primež Daenerys, novega sveta, nove okoliščine, nove spletke, nove levo desno in se še ne znajde najbolj, ker on je v bistvu brihta. Ja, sem potem pride v Westeros. Ja, ampak v Westerosu je čist drugače. On takrat ima že, on je all in z Team Daenerys, ne? V bistvu, on takrat vse, kar še skuša, je samo prosim, ne fentat, ne genocida izvajati, ne prosim vse fentat, pa ti si cool, da se spomniš, pa levo desno. On bi to lahko preprečil, če bi bil malo bolj briht. Ne, ampak se njegova prva... Mislim, to mene zanima. Ful je dobro. Če bi se z Varisom vse nekako povezal, namesto da ga je izdal. Ne, tam na začetku, ko pridejo na Westeros in njegova taktika, da napadajo King's Landing in vse to, in kot jo predstavi, je to brilliant taktika, edini problem je, da na drugi strani Jaime skapira, kaj bo Tyrionova taktika. In tu je nekaj, kar vseeno ni mogel računati, da bo njegov brat toliko brihten, po mojem. Oziroma je pač podcenjeval ga. In tam oni spušijo totalno in to je začetek njegovih napak, ki se pol množijo. Ne? Ja, kaj se je spremenilo od tega hipa, ki je rekel, da bo Cersei za njimi prišla z vojsko, pa do tega hipa, da so oni pred njenimi vrati stali, pa mislili, da zdaj bo pa. Nič se ni spremenilo. Zakaj so pol mislili, da se bo ona spremenila? Točno to in mene tle moti pač. Jaz razumem slepo pego do Jaimija, ker je njegov najboljši prijatelj, brat in tako, ampak do Cersei pa nikakor ne. Jaz verjamem, da imaš pač, ko ima rad, ker imaš pač sestro, ampak nima pa je rad na ta način, veš, nista pa ona sta smrtna sovražnika, ona njemu želi smrt. Cel life ga je zajebavala. Ne moreš ti, mislim, vsaj mal skepse mejno. Noben ni rekel, veš, da mora on njej brezpogojno sovražiti ali pa karkoli, ampak neki skepse bi lahko. Mislim, da je imel, no. Mislim, jaz nisem videl nobenega prizora, da bi on prav rekel, ja, itak da bo, itak, veš, da bi to 100% prodajal, no. Veš, še sam samo reče, da si bil včasih pametnejši. Ja, samo včasih je bil v miroljubnih cajtih je lahko biti ful pameten, veš, kaj mislim. Pa se ni samo v miroljubnih cajtih, tudi on je obrano King's Landing, ja. On meni ni bil nikoli veliki vojaški strateg. On je bil dober, kako naj rečem, diskusant. Lih tukaj bo neuspešen, ne? On je šel prepričati Cersei z besedami, najprej je šel prepričati, tam so vsi sedeli, pa so zombija ven spustili, ne? Pa je bil prepričan, da so jo prepričali, zdaj je videla zombija, zdaj verjame. Do hipa, da je ona pač Jaime povedala, seveda se ne bom držala tega. In potem je prišel Jaime in rekel, no ne bo se držala tega, pa so šli še enkrat, kaj pa je še enkrat ta isti govor povedal. Ta del me je najbolj motil. Ja, s tem, da je več sem brenka na čustva. Ni ponudil je ene stvari, da bi bila realno politično karkoli izvedljiva. Ne? Ja, se je ni imel. Mislim, da mu Daenerys tudi ni puščala. On se zavedal že deloma, da mu Daenerys napušča nekih ful opcij, da jih lahko z njimi baranta. Najprej bi moral Daenerys malo prepričati, potem je dalje. Samo to je meni zanimivo pri njegovem loku, ne, da v bistvu on iz tega velikega playera zapade v dosti podrejeno vlogo, ker on šteka, da nekako je pa ta Targaryen tlele vseeno fura svojo špuro, no. In da vse, kaj on, mislim, tako ga jaz vidim, ne, da v bistvu iz tega velikega playera, ki je štekal, kako v Westerosu zadeve štimajo, se zato ga je tudi ona najela, da se tako izrazim, hitro skuži, da pa on vseeno ni najbolj pameten, ni najbolj brihten, to sam pove tudi, ne, da v bistvu se zaveda svojih napak, da v bistvu je ful napak naredil, ne. Ampak predvsem največja njegova napaka pa bila, da je mogoče preveč zaupal njej, ne? Da ni mogel toliko igrati s kartami, ki jih je imel prej, pa jih je mislil, da jih ima, ne? Tako da to, mogoče njegova največja napaka, ne? Da mislil, da lahko z istimi kartami pride nazaj špilati v Westeros, ne? Medtem ko pa... Ja, jaz sicer mislim, da si to zelo dobro racionaliziral, ni pa to videti v seriji. Ja, to je nekaj drugega, no? Mislim, glej, razumem te, pač pa on je zaljubljen, pač tlep prizna Johnu zdaj, ko je na koncu zaprt, kar smo itak vedeli, ker je gledal, koliko je mucek. Skratka, da je zaljubljen vanjo in da on tle mogoče res ne zna pač ločiti tega.
Ampak ja, meni se vseeno zdi, da pa mal preveč pišeš notno. Ja, le, se tako ti bom priznal, jaz bom marsikaj povedal, zdaj tukaj, kaj sem ekstrapoliral, ne, iz te minutaže, sem v takem izrazu, se pa vsega strinjam, da mogoče, ja, bi pa D&D, ne, Dumb and Dumber lahko vseeno potegnila, pa vzela tisti bogih par milijončkov, pa naredila še eno sezonco, ne, ker zakaj nimamo večje minutaže, zato ker smo na dva rekla ne. Ja, ona dva sta rekla ne, in rekla sta ta zadnja sezona bo krajša, ker radimo bitke. Dobro, ne samo bitke, ona dva sta tudi na drugih projektih, ne, imaš Star Wars, pa meni da High Castle ali varianta, ali kaj že je ona alternativna zgodovina. Confederate States, ja. Ampak tako bom rekel, v bistvu to, kar sta pa pač naredila, pa popolnoma razumem, zakaj je pač tako narejeno, ker pač, se veš, minutaža pa to te omejuje, ampak in tisto, kar je ravno dovolj, da lahko ekstrapoliram, si bi pa želel seveda več. Okay. To je zanimivo, ko ste rekel, da Tyrion se zaveda, da ne more več svetovati, ampak on sploh ne zapre ust, on sam svetuje. Ja, vem, ja, še polka ga imajo tam nese, jaz sem zadnji človek, ki bi svetoval, ampak zdaj takole mislim, da naredite. Pa, a jaz, da bi bil hand. Res ne. Res ne bi bil. Okay. No pa bom kar stole pripravil. To že hand tretjemu kralju. Meni se zdi, da on do zadnjega trenutka, do zadnjih 2 delov, no, v bistvu ustraja, pa si misli, tako zelo je optimističen pri tem, kar k čemur se nagiba pa napreza, ne, ker mislim, da šele Varys pa požig King's Landinga, takrat pa skuži, to ne šlo. Tako da ja, no ok, samo toliko v mojem najljubšem liku. Je rekel, upsi. Ja, glej, zdaj tak, a bi še kdo kaj povedal o tem, kaj je bilo pač pozitivnega, oziroma ta dobre stvari, preden gremo mogoče prešaltamo na ta slabe. Zdaj, sicer mislim, da smo zdaj večinoma o ta dobri govorili pač. Pa se ful je dobrega, no. Jaz mislim, da je John zelo zanimiv lik, pa da ta kritika, ki pada in na igralca Kit Haringtona, pa na... Ok, na igralca, to je tudi ne štekam najbolj. To jaz ne štekam. Torej, sicer ima on ta frizz ala Keanu Reeves malo, no, tako, ampak... Ni glih. Mislim, pri prvih sezonah se to ful bolj pozna. On je igralsko, je on zelo napredoval, moram reči, ker in Sophie Turner in Maisie Williams sta že kot otroka bile briljantne. Ne? On pa v prvi sezoni sploh, ko ga dajo poleg, na začetku poleg Shona Beana. Pa se tudi, končni fazi, več Bran je imel zelo srečo, da je padel dol, pa se ni ravo dosti premikati. Ker mislim, to je igralec, ki ga res nekam daš, pa posadiš, pa zdaj pa bo tle, pa bo čudno. Ne se pa človek smilil, 10 let je samo sedel. 10 let je samo sedel in strmel prece. Eno sezono so mu dali pauzo. Eno sezono je imel pauzo. Včasih je malo zavil z očmi, ampak drugače pa res 10 let sedel na tistem stolu. Ja. In mrko, prazno, zrl prece. Ja. Ne, tudi nekateri drugi igralci so dost napredovali, ne? Ampak pri Kitu Haringtonu mislim, da se to najbolj pozna, ker je bilo prav. Najprej mislim, pri prvih sezonah so tudi imeli tele full hude igralce in se je videlo, kje ne sheka. Ne? Pri Shonu Beanu se je videlo, potem pri Mansu Raiderju tudi čist ga je zasenčil, ampak potem kasneje, pa mislim, če bi zdaj te like nekako nazaj pripeljali, ala Ghost Star Wars na koncu, mislim, da bi kar v redu izpadal. Ja, samo veš, to meni osebno je to najmanjši pomislek, kako je v bistvu za Kit Harington s furo, ker mislim, da je bil soliden. Čisto soliden, predvsem v zadnji sceni, ko z Daenerys mislim, da je bilo, pa sta imela zelo bedno kemijo, ona dva se meni, jaz sem imel taki feeling, ne? Obupno. Ja. Kada sta v sorodu. Ja. Ja, tu še. Ne, ampak lik, torej Jon Snowa, ne, je pa, se mi pa zdi v bistvu zelo zanimiv. Vsi mu zdaj nekaj očitajo, kak je pasivc, ampak to je Ned Stark pasivc. To je tako klasičen Stark, ne? Ki je v bistvu žrtev lastne bedne predstave o časti, pa ponosu, pa ne vem kva, bla, bla, bla. In v bistvu on je, ker, naprimer, če bi lahko Starke z eno besedo opisal vse do 7. sezone, to so politično nevešči ljudje. So bedniki totalni, kaj sploh rinete dol, mislim pa dobro, ne vse toliko šteka, kao ne hodite v nevaren plac, v prvi sezoni, ampak Jon še to do 8. sezone ne šteka, what the fuck se ti greš sploh, ne? In
dober je v bojevanju, dober je v ljubljenju, dober je v najti Dober je v ljubljenju. Ja, lej, ona je to zdaj. samo je rekla, če kako že igrit reče, malo si bil naroden, ti pa on reče, ja, samo začetka. To je ona znamenita scena v jami, ne? Kako si zapomnil? Ne, jaz se gledam za nazaj, jaz sem že na 4. sezoni, pa so ene zadeve zelo sveže. No, hoče povedati, da v bistvu John je zelo dober, v bistvu kako skupaj klasično fantasy zbenat folk, da gremo se boriti, pa neki. In mi je v bistvu eno od teh, kako ne rečem, dobro pozicioniranih klasičnih fantasy likov, ne. Pa razumem, da je v bistvu mogoče folko to čudno, kva ti delaš potem v Game of Thrones, ampak mi je glih dobro protivtež zaradi tega, ne. Kar ful v redu pokažejo cel cajt je, da kljub temu, koliko on napreduje politično, pa zaradi tega, kar si ti omenil teh njegovih atributov, ne. On vedno sprejema napačne odločitve, on ne zna ljudem, ki mu sledijo, razložiti, zakaj je sprejel določene odločitve. Nekako, kar on razume per se, da to je dobro. Ja, in zaradi tega je absolutno neprimeren za to, da bi sedel na prestolu na koncu, ne? Kar pa v vsakem klasičnem narativu je pa on tisti, dajmo ga tu na prestol. Se njega noben ne uboga, nikoli. Bolj meni, kdo pa bi ga. Tok delač, da ga ubijajo, ker ga ne ubogajo. Pa zdaj tukaj tudi, veš, v tem predzadnjem delu, pač on reče ne, ustavimo se. A veš, pa grejo vsi naprej. Pa še nekaj nazaj, noben ne gre. Ja, on se mi zdi, da je en od redkih dobrih zrcal gledalstva, ne, naprimer, ker vsi smo v bistvu na tej seriji bili bolj ali manj prepopani zaradi pač tega, ker vemo, kako fantasy fura in vedno si on je ta dober, vešči, vites, ne, in tudi naprimer v predzadnjem delu, ne, kako gremo štihat folk, se on nazaj ostavi, ne, in pač si tudi misliš, saj jaz tudi ne bi štihal, ne, folk, ne, naprimer, tak, on se mi zdi, da je vedno bil dober paragon za naša pričakovanja. No? Ne, tle se jaz absolutno strinjam in druge mi to rekel, pa Jon Snow je pač lik iz enih drugih knjig, ne? In to je pač poanta, zato ga ima Martin not, ne? Ker ga je pač Ned Stark, kljub temu, da je on Targaryen, v bistvu on je Stark in ga je Ned pač tle naučil ene gluposti, pač gluposti o viteštvu, gluposti o tem, kako ne bi svet funkcioniral plemenito, ne vem, kako ne bi se človek obnašal, kar je pač nemogoče v politični, družbeni situaciji, v kateri se znaša. In Sansa to ve, Arya to ve, Jon se tega ne bo nikoli naučil. Sam še vedno boljš, da bi ga Targaryen vzgajal. No, to je tudi res, ker bi po bogovi vrgli kovance in te stvari. Ne, meni in glede tega mi je super in super mi je tudi končno odločitev, da je Jon tist, ki ubije Daenerys. Called it! Jaz sem povedal, da bo... Ja, no, to se je bolj ali manj, se je vedlo, no, ampak strah me je bilo, ker se je Arya tam prikazala, ne, sem si mislil, ne. Jaz sem imel idejo, da bo Arya poskusila, pa je bo, ne vem, Grey Worm recimo vstavil in da bo to triggeralo Jona. To sem tudi jaz nekako, tako si razmišljal, da bo ona nasedla, da ne bo ratal pač kao. Ampak ja, všeč mi je pa to, ker Jon na koncu naredi eno grozljivo dejanje v imenu te svoje fucking plemenitosti. In prvič tudi on prestopi totalno sivino, ker pač ni čist jasno. Mislim, vse to, cela scena z igrit čist nakaže to. On v imenu kraljestva in pravičnosti je pripravljen pogubiti žensko, ki jo ljubi in ne more biti srečen v ljubezni. Tako malo Byronovski je. Zelo lepo je. Tako da ja, glede tega meni je sploh posebej, ker vsi ful hvalijo tega Alfija Allena, ki igra Theona Greyjoya, se mi zdi, da tako, se ni slab igralec tudi Alfij, ampak on je trpel vse te sezone. Mislim, kaj je on moral res igrati, razen tega pač trpečega Rika. Ja. Glede na komad od njegove sestre, moral je nehati videoigrce špilati, pa kaditi travo, da se nauči igrati. No. Lily Allen je drugače sestra njegova, ima komad Dear Elfie o tem, kak točno to je komad, daj se spraviti k sebi, nekaj samo travo kaditi, pa PlayStation špilati. To bomo dalo v link, to mora. Ja, in pač meni se zdi, njega ful hvalijo zdaj pač kao, ne. A ti ona ful zahvalijo? Ja, češ, da je super odigral, ampak pač, kaj on je bil pa res neuporaben. No? Tam na koncu njega so dali, da brani, to je bila najbolj neumna, najslabša taktična odločitev ever. No? Ne, se je bilo namenoma, se Bran je vedel, neko.
Bomo še pa dal pat on the back, hej stari, say you're a good man, veš. Prosim, 5 crknt. Bren je vse vedel, sem tako 5 minut prej rekel, ne bom jaz Lord of Winterfell, ker sem Three-Eyed Raven, pol pa čez 5 minut pa bom pa kakaral. Samo on je vedel, jaz sem že rezerviran, sorry, jaz imam poglednik že pripravljen. Dobro, to se še bomo. Skratka, kar se tiče tega tudi produkcijsko, pač blazen value, pač to je res serija, pa meni je bila pač to, kar zaradi česar najbolj zamerim zadnjim sezonam, tempo. Ne? To je res serija, ki ti je dala, da si se vživel v like. Tako smo slišali, dialogi so bili, lahko si bil tako, politične intrige so potekali, nikoli nisi vedel, kaj se bo zgodilo. Ful je bilo raznih niti, ki so jih nekaj časa odlično prepletali, no na koncu pa imam jaz ful problemov s tem, kako so jih prepletli in vse to. In vem, da mi to ne, tako da let the battle of the bastards begin. V osnovi, to je dosti znano, je Martin rekel, zakaj se je zaciklal v knjigah, je to, da je on imel plan, da bo šel 5 let kasneje in ni vedel, kako narediti tale preskok in potem se odločil, da bo teh 5 let napisal in še mu ni ratalo. Čeprav tudi jaz imam kakšen komentar na Martinov geni, ne? Ne, se strinjam, na koncu ta zadnja knjiga ni toliko dobra, kot so te prve, ker pa sploh nisem bral. Se zacikla. Aj to uvira. Mislim, da pri seriji bi to delovalo. Da pri seriji bi en tak preskok deloval, namesto da oni skačejo kar gor pa dol cel cajt po zahodnjem. Mislim, najprej gledaš 3 sezone, kako potujejo iz točke A do točke B, pa do točke C, pol pa so cap. Pa dobro, to me sploh ne moti. Mene to sploh ne moti. Zato, ker to je pač tukaj tako. Zato, ker to spremeni tudi tempo dogajanja. To je problem, zato, ker medtem ko potujejo, pa se pogovarjajo, pa razmišljajo, če pa so iz točke A do točke B takoj, pa še vedno istega mnenja, pa vse to. Jaz bi to drugače rekel, gre se za minutažo, ne, da v bistvu kao ti iz točke A na točke B priješ skole, ne, ker v bistvu lahko bi marsikeri plot device uporabil, da v bistvu lahko to čisto ok obrazložiš. Samo pač gre se za minutažo, ker naprimer, zdaj, če gledam za nazaj 3. pa 4. sezono, kjer Sandor Clegane za Arjo potuje, jaz bi njima prav dal 90s TV show Arya and the Hound. A veš, koliko dialoga imate, koliko biste se ona da očita, kako rasteta, kako biste spoznamo njiju dva, ne? Gre se za minutažo, ne v bistvu, kako hitro prideš, kaj? Samo pač, daj folko dialoge. Ja. Samo to. Ampak to hoče Igor povedati. Zaradi mene lahko v bistvu Gendry prileti iz Hardhoma v Black Castle v takole, samo da ima minutažo nekaj govoriti. Da razvijati se morali. Varys pa Tyrion tudi potujeta skupaj in se pogovarjata, a ne, recimo, tisti tudi zelo ok. Mislim, ker to, da pač nekaj hitro priješ. Ja, ampak veš, ravno to pač hoče Igor povedati. Le so pač ti preskoki naredijo toliko škode, recimo, učbeniški primer, kako ne furati zgodbe, je zame predzadnji pa predzadnji del. Skratka, najprej vidimo, da pač oni pridejo do zida King's Landinga, tam je gor Missandei, njo ubijajo, Daenerys je zgrožena, vidiš, kako sovraži Cersei, sovraži ta svet, vse gre narobe, 2 zmaje so že ubili, Jorah je umrl, zdaj še Missandei, je konec serije, gledamo drug teden, kjer nam pojasnijo, zdaj se pa ona zaprla, že en teden noč ne je, tam je cela v bedu in prideš tja in ona je že skoraj popolnoma zmešana tam noter. In tle ni, nobenega razvoja, ti nisi videl Tyriona, kako je poskušal jo prepričati, karko id do nje pa reči, bomo zdaj King's Landing tako napadli, ker smo se zmenili, pa ona, ne, fuck off, ne bom te poslušala, nočem vas videti, dajte mi mir. Nobenega razvoja ne vidiš, ona je že tam 2 tedna v samoti in ti si zdaj moraš kot gledalec sam zafilati vmesnica. In kaj bi ti rad, da jo gledam v sobi noter, kako se joče, ali kaj? Ne, Mito, ampak nekaj razvoj mora biti, ne more biti preskok. Ni bilo prepričljivo. To ni bil preskok. Zame to ni bil preskok. Zame je bila ona nora od hipa, ki je začela pobijati, tam najprej rekla, da bo osvobodila sužne, potem je pomilostila vse Masters, potem je pobila vse Masters, potem je šla na naslednjo stvar, razumeš, in je zmeraj, ker je najprej imela totalno tak lep načrt, ki ga je pa pol v vsakem hipu nek sebičen odziv spremenila in v vsakem hipu je tako svojo dobroto po grlu ljudem, na njihovih to je sicer res, ampak zelo rada pobila vse svoje. Preskok od tega, da si prepričan v svoje prav in da ti pobijaš civiliste,
je pa zelo velik. Ne, sorry, ona pobija civiliste non-stop, stari. Vsi jih je pobijala. Ona pobija fucking civiliste non-stop. Ljudi že povsod ves Otrok, čas. žensk in tega ni ona nikoli pobijala do King's Landinga. No, ok, otrok pa žensk, mislim, da ne. Pobijala je Messer, glej, ona je bila več čas prepričana svoj prav. To je meni čudovito pri tej seriji. Ja, in to je pač tisto, kar... Ona je lih primer, vprosti, zdaj Ja, prekila. ne. Ona je lih primer, meni se zdi ona tako, njen lok, ne, in njena zgodba je primer, ki bi mogli imeti v, ne vem, politični vzgoji. Tako, zakaj ljudje, ki mislijo, da so rojeni za voditelje, ki verjamejo v svojo vizijo in da verjamejo, da lahko samo oni izpolnijo, zakaj so oni najslabši voditelji, zakaj so boljši oni, ker Sansa recimo, ker če gledaš tukaj, tudi preden so šli oni zdaj nad King's Landing, a ne, pol ona, zdaj bomo šli, pa Sansa, pa čaki ljudje morajo se malo spočiti, pa tako, ker ja, to, ki lahko čakamo, pa spet Sansa, kaj bojo pa jedali, ne, mislim tako, kad bi rekel, te neki mesijanski liki, ki same sebe vidijo kot rešitelje celega sveta in verjamejo v svojo absolutno dobroto, znotraj tega pa v bistvu so sposobni največjih grozot. In verjamejo, da pri tem so še vedno ostali neomadeževanje. Pa še to bom povedal, ona bi dosti večje grozodejstva že prej počela, če ne bi bilo Sir Jorah, pa Sir Barristana, pa tudi Dahariona Harrisa po eni strani in še posebej potem Tyriona. Ne? Ker ko pa ti liki odpadajo, ko ona dejansko zašteka, da jo je Jon izdal, da je Tyrion izdal, Varys izdal, skratka vsi, mislim, ali pa umrejo, ne? Pa popusti svojim osnovnim že obstoječim nagonom. Ker tudi ona, naprimer, včeraj sem gledal del z kva je že onim kekcom Kidzar, ki je v bistvu edini eno od preživelih tehle sužnje lastnikov, ne, ki fehta, a mi lahko, prosim, daš fotra dol z križa, da ga vse pokoplem, pa ona, kako je kurac, bom jaz dala neke kao tele sužnje lastnike dol kopovat, pa ona reče nazaj, veš, vse tradicijo bi radi ohranili, da lahko pokopljamo naše, ne, pa ona z zaprtimi zobmi prizna, pa vredo, dajmo ga pokopati. Razumeš? Ti neki obstoječi impulzi, ne, jih je imela, pa ne rečem, da je zato gensko Targaryen madness, sploh ne. Jaz mislim, da je bila ona vzgojena na ta način, da pač kao, meni to pripada. Daj mi to, kaj meni pripada, roče vas bomo skurla vse. Ja, se jaz s tem nimam problemov. Jaz nimam problemov s tem, da je Daenerys končala tem, kjer končala. To jim je itak Martin povedal in to je prepričljivo. In je logično, ker če beremo Martinovo zgodbo, je povsem jasno, da nekdo, ki pride iz tujine, nekdo, ki se ga farbal, ki je vzgojen, ta sociološki del je super. Ampak jaz imam totalne probleme s tem, da na koncu sociologija povsem popusti, da tle neha biti vzgoja in ona sam, zato ker so Joraha, pa mislim, da je vse začne jemati totalno osebno. In je osebno prizadeta. Ni pa tistega več. Poleg tega pa jaz še zmeraj nisem najbolj prepričan, mislim, mene to ni najbolj prepričljivo, da ona uniči King's Landing kar tako. Ja, da ga uniči, ampak ne, da začne pobijati otroke, ženske, tukaj civilno prebivalstvo. Je ena stvar, ki se meni zdela zelo ključna, pa je to, da ko je Jon reče ne, ona reče prav, potem pa brez ljubezni bom pa s strahom vladala. In čist preračunljivo je, kako se me bo ljudje bolj bali, kot če glavno mesto zraziram. Potem bodo vsa kraljestva se bala, da bodo naslednja. Kar so prišli do drugih problemov, ker je Mito prej rekel, kako so jo ustavljali. Nihče ni nikoli nikjer ustavil. In to je bil totalni problem. Ona ni imela enega konflikta z nobenim. Vsi so kar požirali. Jonu je tu tle povedala, kaj bo naredila. Jon pa tako. Samo to, da to je na Jonu. Pa na Varysu, pa na Tyrionu, pa na vsem, ki se jo kadarkoli obkroža. Tle je problem. Ne? In serija, veš se je to, kdor je bil presenečen, kar se je z Daenerys zgodilo, je bil bedak. Ker serija to skozi kazala, ker recimo, ko je ona zmer, tako ko smo se zunaj pogovarjali, ko ona govorila o svoji familiji, ni noben skoraj ni upal reči, čak mal, tvoja familija so bili sami fucking norci, nehi s to svojo familijo, pa s King's Landingom. In a veš, tudi to, da je Tyrion kar, ja, da je ona, mislim, meni je super prepričljivo Tyrion, ker verjame vanjo, da je dober vladar, bolj kot pa to, da je ona pač heir to the throne in da mora biti tam, ne, to sploh ni, ker, tvoja družina si je zakockala ta prestol, s tem, ker so bili pač totalne svinje. Pač tle nimaš druge. In to, da nekdo verjame, dobro, se lahko bi, ampak bolj mi je bilo prepričljivo, da je on verjel, da je ona, a veš, osvoboditeljica. In tle, a veš, ona pobija, jaz verjamem, da ona pobija sužnje lastnike,
v končni fazi tudi jaz nimam s tem takih problemov. Smo ena moralna, sivina moralna, ampak veš, totalen problem pa imam, ko nekdo začne pobijati pač kar tako poprek, brez glavo, ko ne rabi. A ne? Tam je ona tudi... Samo ona je pobila tudi une, ki so pa une Masters pobijali z unimi maskami, veš. Pa je tudi une pobila, recimo je pa privlekla kakšnega k zmaju, pa ga je malo gledala, pa je malo razmišljala. Zmer je tam bilo neki cilj, meni to ni dovolj prepričljivo, jaz zdaj pa se me bo vsi bal. Vsi bi se te itak bal, če imaš fucking zmaja. Pa prideš do redki, pa ti lahko prideš, pobiješ celo vojsko in prideš do redki, pa brez vsakih problemov in tam zgrabi srsi skozi ono okno. Ja, samo to si za malo general po bitki, veš, jaz mislim, da v bistvu ona... Ja, seveda sem general po bitki, ja, ni bilo tam. Ne, mislim, da kar je Martin želel po mojem pokazati, ali pa serija, ne, torej pesem Ledu in ognja, ne, torej skratka veliki drugi, ki so pač brez neumni zombiji, ki so pritiskali na zunaj, na vso to politično igro, medtem ko po drugi strani je pa želel pokazati tudi tile, ki se pa potem kažejo kot odrešeniki, ne, torej ogenj, ne, da pač tudi niso odrešenitelji. Meni je ona celcet malo too much šla non-stop over the board. Mislim, res, kurjanje, prižiganje, ubijanje, križanje, ne vem, kaj še vse levo desno, ker toliko odzvanja za tudi našo zgodovino. Ne? Še posebej zadnja scena, ki mi je bil zadnja scena, ko nagovori vojake po... Ker v valirščini nagovori, ne v jeziku common tongue, kak je že, ne? Kako tujo jo vidimo. Ne? Mislim, ne zgolj zaradi onih kril drogona, tista pač vizualni bombonček. Ja, vse super. Samo meni je bilo najbolj všeč, mi je bilo v bistvu kot nek fašista, diktator, ki v tujem jeziku, kao mi nucamo Lebensraum, razumeš, mimo zdaj to razširili. Naredite mi to, da žele spet valirsko. Ja, naprimer, ja. Ker je v bistvu samo še končni ponor, ne, bil zgolj cherry on top, ampak vse to je bilo že prej zelo dobro narejeno. Pol pa po vrhu imamo pa tale osebni moment, ki je mogoče zdaj, zaradi pisanja zapadel v to bolj karakter psihološko logiko, ne v to sociološko. Psihopatsko. Šparam se madness pa teh psihopatskih, ker mislim, da je vseeno je ta sezona dala ji ravno dovolj štofa, da zaštekaš. Želel bi si več, vsekako. No, sej to. Želel bi si več. Drugo nimam, sem jaz bi več. Je pa jasno, da ona mora pobiti civiliste. Mislim, tudi to jaz sprejmem. Jasno je, da do tega, ker je edina logična pač točka, kar je ne še manjka, ker ravno zaradi tega, ne, ker smo videli moralno zgroženje publike, zdaj si je unim vsem žal, ki se dali otroku ime, pač punčki kalicija, ampak ravno zaradi tega, ker do zdaj nekateri so kar sprejemali to. Ne? To, da so eni bili presenečeni, da je ona bad guy, pomeni, da so eni kar sprejeli to. Še eno teorijo imam bolj identitarno, da v bistvu, veš, kao tam v ESO tisto so bili oni, malo tujci, ne, zdaj so pa naši, veš. Ta je dobra. Vse imaš prav, ja. Pač tisto se dogaja tam na bližnjem, na daljnem. Veš, te so oni, veš, tam od spoje. Dela. Itak ne razumeš, kako družba deluje, tle pa pač malo štekaš. Malo drugačno pot imajo. Ne, vse to je super. Druga pač največja zamerka pa imam jaz za serije, pa ta totalna diskrepanca, pač kaj je poanta serije. Dali smo naslov Game of Thrones in vemo, da bo Game of Thrones tisto, kar bo. Zakaj pol rabiš zombije? Ti zombiji so se na koncu izkazali kot ena totalno neumna, dovolj bi bilo, da Daenerys prihaja z vzhoda in je neka tuja sila, ki bo udrla, tudi to bi lahko povezalo ali pa pač naredilo enak turmoil v kraljestvu kot tam. Posebej zato, ker oni hodijo 7 sezon do prvega gradu in potem tok nasedejo, ko ene budale. To me je motilo. Druga stvar pa je, ker vmes postane ful na sredi narativ o tem, moramo se rešiti teh zombijev in pozabimo, zdaj na koncu smo se ugotovili, da je Dorn še obstaja, recimo. Ne? Ja, dobro, ampak... Ja, to je mene že kar presenetilo, jaz mislim, da ne vem, da je zginil vmes. Samo pobili so tiste, ki so trenutno vladali, pa to. Ja, Dorn pa tudi Ironborne so v bistvu zelo odrezali. Pa tudi recimo Littlefinger so pol prehitro izločili, on bi še tle lahko, veš koliko bi še on sranil nekdo, koliko bi bilo to še super. Maybe, čeprav meni se zdi, da je kar, meni se zdi, da njemu kar kart zmanjkalo. Mislim, da njegov endgame je bil, da on postane mož od Sanse pa King in the North, kao, naprimer. To mislim, da je bil njegov endgame. Ne, mislim, King of the Iron, on je pač domneval, da bojo pač srnjaki nekoč.
pač, da gledalec misli, da sta se sestre obrnila ena proti drugi, pa sta se v resnici proti njemu. Je bil mogoče malce nin, ampak dober, učinkovit. Mogoče je bil mal na prvo žogo. Prehitek spet. Je bil super. Mislim, saj meni osebno se je zdel super. Meni se je zdel, da so bili te v zadnji sezoni dialogi preveč na prvo žogo preveč neki, da so povedali 3-krat vsako stvar, ki so jo hoteli povedati. No, ampak Jon Snow očitno rabi to. Meni se zdel tako včasih, tako, ko si ga je v kakšne prejšnje sezone, tako kakšno tako drobno stvar po gruntu, pa se sam sebi tako pameten zdel, pa se je pol izkazala za res čez 2 epizodi, zdaj si kar že nasleden stavek, niso ga omenila, to boš to se, kaj pa pišejo o meni, slabo? Ne, se te niso omenili. Mislim, to so vsi gledalci ugotovili. Mislim, in pol je bilo takih govorov, ki so se kar ponovili na več različnih ravneh, z več različnimi ljudmi. A veš, namest, da bi jih mi bi jih že v prvo razumela, ne? In vse je enako bilo to zdaj na koncu, ne? Jon Snow najprej pride Arya povedati, posluš, ta tvoja pač punca je mal fuknjena, in pol mu še Tyrion pove eno in isto dejansko, hkrati on vidi, jaz ne vem, mislim, kaj je gledal on med bitko, stran od njega. Tyrion mu 3-krat pove, tako, ker najprej tisto death of love ali duty in pola misliš, da bosta Sansa pa Arya pokleknile. No, tako, in spet špilajo na to. Spet isto pove, mislim, ampak sam en ta stavek bi bil zadost, pa bi to vse isto povedal. Ne bi bilo treba tako 13 govorov. Ne, meni se pa zdi, da v bistvu za njegov lik je res Ned Starkovski, tale čast, pa v bistvu on je presegel, pa še tudi na koncu reče, ti boš vedno moja kraljica. To je čist odzven Ned Starka, se tudi Ned Stark Roberta Baratheona v bistvu zagovarja, pa da je ne vem kaj, tudi Sack of King's Landing, v bistvu so pobijali decov folk, ne vem kaj, vse levo, desno, je Ned Stark malo požrl, zato ker pač vseeno so mi fotra pa brata tam mobil, pa Robertu sem prisegel pomoč, a veš, in to vidim tako odzven njegovega lika. Spet je to na daljšo periodo cajta, tle pa, a veš, v 5 minutah Jon Snow sam hodi okrog, pa sprašuje, po drugi strani se pa zavedi, Jonov glavni kako rečem, motivator je bil veliki drugi, torej The Night's King, mislim zombiji, do 8. sezone. Samo se tudi potem znova znajde v neki novi situaciji, ki je ni vešč, torej za prisego je novi kraljici, bitko je sicer zmagal, pa zapade. Za prisego je tudi nočni straži, pa ga to nikaj samo tam je odvezan, ker je umrl. Tehnikalije, sorry. To se pa lepo da gledati. No, tle pa odvezan, ker jo je ubil, tako da je tudi čisto okej. Ne, pa tudi, veš, že tam so on, ki se pogovarjajo, kdo bo King in the North, pa bi bil kar z vsakim zadovoljen. Pa ne bo sam, to pa dobro, tudi tuna ta mala, lahko bi bilo tudi. A veš, tako, a jaz, no pa jaz. Ok, pa bom, no pa a zdaj ne bom več jaz, ne moram poklekati, prav pa bom. Mislim, omahljivce, ampak mislim, da ta njegova omahljivost pa rahla zmedenost ima lepe korenine. Mislim, še smrti ni mogel strajati. V bistvu to, da se mu večkrat ponavlja, se mi pač zdi, you know nothing, Jon Snow, razumeš, tako da bomo ti še enkrat povedali, čem je fora. Meni se je en glavnih problemov bil pa Night King oziroma Beli hodci. Dejansko sem pričakoval, da bo nekaj več, da niso oni samo neka Bav, ampak da bo se zdaj v zadnji sezoni razkrilo, da bo Night King rekel, gledajte, vi ne znate furati, uničili ste okolje. Preveč kurite na drva. Da bo imel neko funkcijo, da bo rekel, mi smo prišli sem staviti Daenerys, ker fire, bad, no good, whatever, ne? Karkoli bi se lahko zmislil, ampak pričakoval sem, da bo nekaj več kot samo taka. Nomen je stomen, White Walkers, pač so beli in hodijo. To je to. Čeprav vsake toliko cajta so bili kar hitri. Ne, pač v zadnjih sezonah je pač serija sprejemala ful nekih kompromisov. Tudi jaz sem rekel, tam bi morale ene kup ljudi umreti. Ne moreš ti bitke prikazati, oni White Walkeri najprej zdecimirajo do trakije, ker jih je pol itak na koncu še zmerj ful. Niso bili vsi tam. Eni so bili v rezervi nekje. V Dragonstone, ne? Ja, so bili, ne, sej. Ja, skratka,
tam une pol pridejo, tako, kar grejo prek njih, ampak vsi pomembni liki preživijo. No. To se mi je Dor Jorah. A je on pomemben? Ja, pa Teon, ok. Recimo, da sta pomembna. No. Kako pa vam je bil sam konec, zdaj Bran, zdaj kralj? Tak je, čeprav sem skoraj da bolj pričakoval, da bo, ne vem, Sansa plus Gendry, to je lepi par. Sem pa na koncu, mislim, knjiga se začne z njegovim point of view poglavjem. To se mi zdi kar prva knjiga, ne? To se mi zdi kar telling in v duhu žanra in vsega tega. Ne? Mislil sem, da je on kao nad tem, tako kot je rekel, ampak očitno je biti kralj tisti glavni job, ne biti all-knowing. In hkrati pa razreši ta problem, če te zanima, kak bo imel immigration policy, pa kak bo davke postavljal, imaš tam dejansko nekoga, ki ni zgolj dober in po srcu in junaški ala Aragorn, ampak imaš nekoga, ki ve vse. Ja, ampak jaz sem si pogledal, on je Udba. Sorry, on je tajna služba, to meni sploh ni. Ne, je pa zanimivo, Aljaž Potočnik je, oziroma Raiden Efter Gahelstorm, karkoli. Ja. Pač je objavil članek Donsov v dnevniku o tem, da v bistvu mu je zelo zanimivo, kako je pač, da je 3 roki klokar lahko do neke mere nesmrten, ne? Oziroma živi zelo dolg. In da mu je to tako zanimivo, ker postavlja Game of Thrones konc nekako enega božanskega cesarja v stilu Duna, Sepin, kao, ne? Skratka, in mu je tako nenavadno, ker v bistvu nikoli niso niti pojasnili, še zdaj ne vemo, kaj Bran sploh, mislim, kaj je sposobno, kaj je zmore. Kaj on sploh naredil? Kaj pač bo on prva stvar, zakaj so njega izbrali, se ne vejo, kaj bo naredil. Mogoče bo naredil nekaj zelo groznega in zelo neumnega. Mislim, tako, kakšne so njegove kvalitete za vladanje. Sedeti zna zelo dolg, potrpežljivo sedeti. To 10 let je sedel, to se za benga drugega ne more reči. Tako da neko potrpežljivost, recimo, da ima, ampak po drugi strani se ni imel izbire, a ne se nikad bi lahko vstal pa odšel. Ne, jaz grem. Skoj ga, sam ga mi Tako da jaz ne vidim niti ene lastnosti, ki bi on v vsem tem času pokazal. Razen, da zna kaj zadržati zase, a ne? Ja, za razliko od enih. Za razliko od Sanse, ki je takdaj prej obljubila, da ne bo povedala. Jaz bom tako rekel, veš, kako sem jaz dobil ta feeling, da v bistvu kot prvo Bran nima vpliva na to, kaj se bo zgodilo. To smo videli pri Hold the Door, ne? Da ne moreš spreminjati. On je lahko zgolj, on je motriv, ne? Kar se naredi. On je vedel, da mora biti... Ne more spreminjati preteklosti. Ja, v bistvu, on je videl v prihodnost, da se bo to zgodilo in da tega niti ne more spremeniti. Zato je on šel k drevesu počakati Night Kinga, ker je vedel, da bo Arya prišla potem tudi ta teorija, da v bistvu očitno Night King mora umreti pri drevesu, zato ker je pač tam tudi nastal. Ne? Potem to, da on pač, njegova prednost je, naprimer, da pač lahko gleda za nazaj, pa mu vidi pluse pa minuse, dobrih pa slabih odločitev, levo, desno, ampak itak je pa Tyrion dal tako, stari, ti so še odkupil za vso sranje, ki ga naredil, to me tudi jasno povedal, pač boš imel šanso se odkupati, ne, tako da to ti furaj. Se pravi, on bo fural kolesno, on pa bo samo... Jaz bom pa pisal zgodovino. Ja. Samo, a veš, on je že itak vse naprej videl, ne, očitno bo v redu, drugače ne bi sprejel, mogoče bi se drugače odločil, ali pa kaj, ne vem. Samo, point je, kaj sem jaz nekje prebral, pa tudi potem razmišljal pri sebi, da v bistvu on zgolj mutri, on ne more spreminjati prihodnosti. Ja. Mislim, ni zdaj on Dr. Strange, da bi... Ne, ja, to razumemo, ampak on bi z informacijami, mislim, on gotovo vpliva na potek dogodkov. On mislim, da lahko zgolj pogleda, pa se seveda, ja, lahko bi povedal zdaj nekomu, ampak da bi suma sumarom bi se isto zgodil. Ja, no, ampak bilo bi lažje in bolj logično, če bi on Arji rekel, počakaj tle na drevesu. Mislim, malo drugače, on ne fura time traveler, naprimer, kao da bi zdaj lahko vplival sam direktno, to da bi pa folku govoril, pa mislim, da en folk se zdaj že nekako malo debatiral na spleti, kao da ne gre glih tako, ne. V knjigah ima neke sicer druge sposobnosti, še zraven tega, kar smo videli v serijah, kjer je zelo zamejen. Da tam pa res vidi Into the Future, pa še ne vem, kaj je levo desno. Se pri tem je meni zanimivo, ker v bistvu Martin je njim povedal konc. In jaz domnevam, da je tudi to, da je Bran na koncu kralj Martinov konc. Ja. Zdaj me pa zanima, ker v knjigah je tako, kaj mi to rekel, še on dost bolj... Powerful. Ja, in tam mi je pa to... V knjigah mi je pravzaprav manj prepričljivo,
da bi bil on kralj na koncu. In se mi zdi, da mogoče v seriji, kjer zdaj ga res vidimo enega pač. Ne, mislim, da je tam mogoče, da na koncu se ne zaključi vse tak, ne, ker, ne vem, 15 minut pa se zmenimo, kdo bo kralj, ampak da imajo ful daljše debate in ugotovijo, da karkoli vprašajo njega, ve. In da je zaradi tega najbolj primeren, ker je najbolj sposoben in imaš neko tako meritokracijo. Medtem ko čist politično gledano, pa se tukaj smejejo demokraciji, ideji demokracije, pol pa izberejo vatikansko Ne, jaz pa mislim, da je to ruska oligarhija, veš. Ja, samo s tem, ker če pa on ni nesmrtno, oziroma vse ne živi dovolj dolgo, imamo pa problem, ne, ker dejansko, ko on se izprazni, imamo spet Game of Thrones. Ker pač on ne more imeti naslednikov, ne? Zelo verjetno, ampak oni so se odločili, ko so rekli, da bo gled kako sinovi slabi spasti. To je res, Dajmo vsakeč ga izbrati. Mislim, zdaj, je to res dobra opcija. Ja, boljša kot do zdaj. Kjer so se vsi drkali pa klali za to, da... Zdaj se boje isto. Se vem, ampak zdaj imajo vse lahko izgovor, ne, mimo zbral, naprimer. Ne? Ja, ampak zdaj lahko kdorkoli. Prej je bilo vsaj 4 so lahko. Mogoče lahko pač na mesto, da pač Robert preleti pa začne klad, pač pride na sestanek tam pa, imaš job intervju, tako kot se Edmund skušal nekaj potruditi. Isto je bilo veliko zelo dobro. Vse se dol, stari. Tako da, majano, meni se Bran zdi meta poetično, no? Zato ker je zato ker je on je zdaj na koncu res izpade kot surogat nas bralce, mi vse vemo, mi sami z našim angažmajem nosto pišemo zgodbe pa teorije, pa nakladamo, pa ne vem, kaj levo desno in Bran dejansko predstavlja nas, ne posegamo noter, vemo pa vse, ne? No, bolje Sam je bolj tisti, mislim, on ne, Sam ni, Sam je neki skužo, kaj je Sam naredil, fucking stari, skužo je, da Dragonstone... Ne, na zadnje je Bran njemu rekel, Johnu pove, kdo je. On je dve zadevi skužil. Daj ta Bran mi gre na živce. Jaz ne morem vplivati. Sem, pridi sem. Ti boš mu povedal, zato ker mu ti ne moreš, ali kaj. Lahko pa poveš njegovim sestrama, ker se vedo, da ga boste izdali. Zato ker je on tako videl, da mora on njemu povedati. Ja, vse to je videl, da se bo zgodilo sem zato, da bi on lahko bil kralj. Ne, on je videl, da sam mora povedati, da mora biti kralj. Ja. Dober je zajebo to, dober je to nekaj. Enim se pravi, da je on ultimativni bad guy. Ja, jaz mislim, da je. Ga pa slišiš po dvoranah, red kipak. Kako se koleščka premikajo. To me na Alana Forda, zdaj. Ja. Mogoče pa on številka 1. Ja, broj 1. Mogoče ne, da dolgo živi, mogoče pa je tisti New York v Westerosu v bistvu. Ne veš, mogoče pa le druga teorija, itak mora non-stop obstajati Three-Eyed Raven, ne, a veš, da pač Bran v svojem dolgem življenjskem času bo našel noga in mogoče bo potem on pretendent za novega kralja. To je tudi opcija. Če bi bil res pa zmeraj 3 oki krokra polja, valjda. Je pa tako, jaz bom downloadal moj software v tebe, Ja. mislim uploadal in pol biš ti dalje kralj, cool. Nadalje. Sploh nič repi. Mislim, mene osebno ta konec sploh ni zbodil, sem bil tak čist, mislim... Makes sense. Makes sense, dost sicer Lord of the Ringi varianta, ne? Ja, to je bilo, pa tudi muska je bila zdaj na koncu, že čist Lord of the Ringi ti. Ja. Jaz sem že vilince slišal. Mislim, tako bo rekel, mene ni razočaral, no? Mislim, da bolj ali manj sem pričakoval, da se bo tako izpel nekako, ampak, mislim, pa sem zadovoljen, sem res zadovoljen. Jaz edino, kar nisem zadovoljen, to sem že včeraj na glavah povedal, kar vam res največja pripomba na čisti konec je to, da vidimo Tormunda, pa nič ne pove. To mi je bilo tako. On bi moral za konec eno povedati, tako, krepko. Krepko. Ja. Sprašati, kak je Brienne. Ja, neko tako, mislim, itak je bil več tam na severu, pa čakal, reveš, no. Ona je pa šla dol, pa postala Kingsguard, to se mi je zdelo še kar bedno. Ja, apropo Brienne, malo zamerim, ker sem šel pogledati, kaj je ona napisala noter v tole knjigo. Sem prebral. Ker ona je bila edina, ki je vedela, da v bistvu Jaime ni Kingslayer kar tako per se, ampak je imel dobre povode, da je slišal norega kralja Erisa, da ubi svojega fotra, vse požgi, vse levo desno. Ampak nič o tem ni pisala, ni ona prečrtala, sorry, tu je v bistvu bilo takole. A veš, ampak je pustila pa samo naprej napisala sicer zelo, kako ne rečem, poetično, ne, da je pač branil svojo kraljico do konca, pa te variante, da je eno prečrti pa popravi, no to zadevo. To me je bilo malo tako, to bi lahko popravljeno.
Da. Ja, ampak ga veš, ne, se to je, jaz pa mislim, da je to poanta, pač on bo zmer Kingslayer, ker pač... Pa mislim, da se te knjige ne sme za nazaj popravljati. Ja. No, ti pa addendum, no. It was a later review. Ja. Tako, gramophone scratch. Ja. Okay. Kaj imamo dalje? Spin-offi, ali bomo rekli, kakšno spin-offi? Ja. Kaj bi, mislim, zdaj, če jaz prav razumem, skratka, bomo gledali prequel, dogajanje pred, čeprav še ni, a je popolnoma jasno, da bo to zgodba česa, Targaryenov. Ne, še pred Targaryeni. Skratka, Children of the Forest. Ne dogaja se na zahodnem, dogaja se Kako da ne, jaz pa meni pa so všeč hipiji. No? Children of the Forest. Je, da bomo imeli še več takih moralnih naukov. Dogaja se v Valiriji. Targaryeni so bili ena od družin iz Valirije in edina, ki je preživela uničenje Valirije, ki se imenuje Poguba. Kako? Poetično. Ja. V bistvu je vulkan izbruhnil, ki je bil že prej aktiven, pa jih ni motilo, pa jih je. Kakorkoli. V glavnem, dogaja se v tem času, zmaji bojo takrat, vsi bojo tak evil kot Targaryeni in I guess nekaj takega. Kar je zanimivo je, da je avtorica serije Jane Goldman, ki je zelo zanimiva scenaristka in med drugim naredila Stardust, priredbo Neila Gaimana, pa Kick-Ass, pa kaj še takega, Možje X prvi razred in Days of Future Past, pa tudi Lady in Black. Tako da ima dost zanimivih referenc, full obvlada neke fantasy, sci-fi žanre in mislim, da lahko pričakujemo nekaj, kar bo dost drugače od tega, kar smo gledali, ampak bo spet imelo nek drugačen pogled na ta žanr. Ker in Kingsman ali pa Kick-Ass sta pač spy film ali pa superhero film na čist drugačen način naredila, pa Stardust seveda tudi. Tako da to se mi zdi zelo pozitivno. Kar pa pričakujem glede na eno od zadnjih scen, pa so sicer rekli, da ne, ampak me prav zanima, koliko mesecev bo izdržali s tem, ne, pa je Arya Goes West. No. Ker mislim, je najbolj logična varianta in bo zdaj sicer rekli ne, ampak po mojem čez 2 leti bo rekli, pa ok. Ne, jaz pa mislim, da če so začeli s Krigom, dobro, če imaš takšen spin-off, ki je brez podlage, da je čist frišno, mislim, jim privoščim, da je dober, pa da čist nekaj novega probajo, the best, bom gledal, no problem. Jaz osebno bi pa mogoče rad videl, pa mislim, da bojo fani tudi zahtevali Dunk and Egg, spin-off, ker imaš knjižno predlogo. Plus to je dokaj, sem pač ne razvleč tega, to je nekaj dokaj kratke, to bi bilo super. Short and sweet. Ja, jaz sem tudi reči, da recimo, kar se mene tiče, sta Dunk and Egg, takrat, ko sem bral, boljša od Game of Thrones, bila boljša od knjig, recimo. To je bilo pač res, ampak to je res tako viteško, ne? To je pa res based srednjeveško, tle pač nimaš zmajev in belih hodcev. Ja, ampak je isti svet postavljen. Ja. Samo na 2 ne vesta za zmaje ali bele hodce. Ne, vesta, se v bistvu leje, Meister Aemon Black, mislim, Castle Blacku, on je Dunk. Dunk, ja. Ja, aha, ok. Ja. On je Targaryen. Ja. Čakaj, ni Egg, ja. Dunk je unta vel. Ne, on ko umira, kliče Ega, torej Aegon. Ja, imaš prav, ja. Imaš prav, on je Dunk, ja. Pa tudi Blood Tribal Raven je tudi Targaryen, ne, iz tistega, ona dva sta isti čas vzela The Black. Ja, to malo prej se dogaja. Ja, pač to ni... tako da zmaji ne obstajajo, so pa tudi Targaryen, ki... ki vejo za zmaje. Ja. Mislim, da bi to bil fanservice, pa zna biti dobro, ker imaš knjižno predlogo, tako da Dumb and Dumber ne bi rabila v bistvu izriti več. Ne bo to ona dva zraven več. Vem, ona dva mi greta za Star Wars uničiti. Ne, ona jih bo ta... Rešila. Ne, samo Ryan Johnson lahko rešiš. Zadnji del bo samo 60 minut. Ko imate preveč, bo pa rabta bitko sam še, veš. Mislim, spin-offi, no, vse jaz verjamem, da ker toliko cache zašlo noter, pa toliko folka to gleda, zihar, če poberejo vsej par milijončkov teh gledalcev noter, da se jim bo splačalo to fura do nedogled. Pa magari, če zaključijo, bo 2-3 sezona pa z novim začnejo. Vse le Star Trek zdaj tudi furajo, ne vem, 3-4 spin-offe naenkrat. Tako da to so mozne kraje. Ja.
kaj pa ti pričakuješ od spin-offov, boš jih gledala, si veseliš tega, si vesela, da je konc? Ne, nisem vesela, da je konc, ampak verjeten bom tako po 3 sezonah kakšnega spin-offa, ki bodo vsi govorili, da je to pa res super, pa se pridružila, pa začela gledati. Ampak zaradi Game of Thrones zdaj gledaš še kaj drugega, recimo, oziroma te ta žanr sploh zanima zdaj, ali je bilo samo to enkratno pač Game of Thrones? Mislim, zdaj a je Lord of the Rings podoben žanr, ali me boste... Ja, mislim, predhodnik. Recimo Lord of the Rings mi je bilo všeč, ne? To sem brala kanora tiste knjige, sicer najprej sem mislila, da kdo bi to lahko bral. To se marsikdo vpraša. Brat mi je rekel, začni brati, pa jaz berem, pričem to so kar ene pesmi, kdo to poje? No, to bo tudi serija, tako da. Pol pride čez to in pol si pač noter, tako da, ne vem, ne berem nič podobnega, berem same neke druge bolj, ki bi rekla, ne vem, politične stvari, gledam tudi take mogoče bolj čist druge tipe serij. Gledaš Walking Dead, se to je tudi malo Walking fantasy, Dead, no. ja, mogoče, ja. No, dobro, Walking Dead, ja, to me je pa sodelavc ceki navdušil nad zombi, neko, kar nisem razumela dolga leta, ne. Pa zakaj bi bili zombi Jaz v bistvu okej? gledam tudi Walking Dead, pa še zdaj ne razumem, zakaj so mi zombi okej. Čakaj, vala, to na delu so ful popularni zori. Okay. Ja, naše uredništvo. A veš, ne, sej, mislim, me so zadeli pa taki nasprotniki, ki ne morejo biti, ki ne morejo razmišljati in ne morejo biti, nimajo strategije, ne morejo biti dobri nasprotniki, taki, ki te ne morejo zares sovražati, ampak pol sem pa brala ono knjigo World War Z, Z. In pa sem utila, po drugi strani so pa najbolj strašljivi, ker jih ti ne moreš z nobeno filozofijo premagati, ne? Če si ti pač nasproti taki vojski stojiš, pri drugi vojni je zadost, da boš premagal toliko ljudi, da bo ostali moralo zgubili, ne? Tukaj pa noben ne zgubi morale in to se je tudi malo v tej bitki z hodci pokazali, ne? Pa so pa še enkrat ostali, pa so še enkrat ostali, ne? In... Ja, sem. Meni so bili zato pač veliki drugi in Night's King bili zanimivi, ker v kontra Daenerys, ne, za katero se je že lep cajt kazalo, ti boš ena od tistih, ki bo pognala vse skup. So mi bili oni zanimivi, ker je pa kontrapol temu, ker pač z njimi nimaš kaj debatirati, ne. Pač, ampak zgolj odloči se lahko, kaj boš storil, ne, kako bomo se povezali, ne. Zato so mi bili dobro orodje, mislim dobro, kako rečem, orodje za zgodbo. Ja. In Martina, če štekam, zakaj jih je noter, da pa ne štekam potem, kaj bi potem, tako si prej rekel, veš, več pričakoval od njih, da bo videl, kako poezijo piše. Ali kaj, ja, glej, delali so modern art, obviously, ne? Modern art. Dobro, samo tudi v knjigah je spet še drugačen. V knjigah je ful več ne stvari, pa omenjajo se legende, ki lahko, da so resnične ali pa ne? Ki pač ta stara... Pa veš kaj, pa recimo v seriji nikoli niso obračunali, ne z Azor Ahai, tudi nikoli niso, a veš, prikazali, na koncu je, kaj že ta coprnica, no, Melisandra, še celo pomaga njim, čeprav ona ultimativen bad guy, ker je nekaj najslabšega, kar se je zgodilo, ker je ista kot Daenerys, ki verjame v neko ta motiv. Ja, totalen fanatik, ne. Sem nikoli niso dober obračunali, oziroma niso sopostavljali te njene ideologije, razen da je tam Davos se skozi mrščil, pa kaj pa delaš? Mogoče pa lekcija z tega, kao, da če pustiš fanatike na miru, se sami slejko prestrašijo. Mislim, ona bila sigurno najprej si jo videl kot ultimativnega negativca, ne, pol si jo pa videl kot nekoga, mogoče kam misel, da more delati, kar dela in da pač ves čas verjame, da je to prav, čeprav ne daje vtisa, da je prav, a ne. A veš tam, ko ona pol hoče zažgati, pa nekak, pa pač ima neko stisko svoje lastne vere, ampak njena vera je zelo močna. Mislim, tako da na en način je ona
ni tako preprost lika, ne? Ja. Še kar zadrgnjena ženska. Mislim, kar se pa tiče teh profesij, Azora, Hypa, to vse sknika, veš, mislim, to bi malo ločilo v seriji tega ni niti prisotnega. Mislim, gledamo Rdeči komet, pa kva je to, veš? No, dobro, ona to, kar producira. Ja, dobro, pa tudi druge, ampak veš, ti rečemo, potem imaš ono profesijo, mislim, prerogbo, Cersei, pa še takle odesno. Martin sam je rekel, le prerogbe so samo zato, da se v bistvu folk odzove na nje. Ne toliko, da se v bistvu realizira. Ampak veš, ampak v knjigah se on norčuje z tega. Sej v knjigah je to še en... Jaz mislim, da tudi v seriji to naredijo. Jaz mislim, da ne toliko dober, ampak... zato ker so jih večinoma opustili. Ja, je pa to pač žanrsko, pač spet en fora na žanr. V žanru imaš ti zmer tega, pač Mesija bo prišel in ne vem kva. Chosen one who was promised, pa te fore. Tako vrzi kamen v nožico, tistega bo zadev glavo, bo naslednji kralj in te fore. Zanimiv spin-off. Zanimiv spin-off bi lahko bil Dario Nahari z Vladom Merinu, ne? To bi lahko bil ta Mislim, jaz tega ne gledal, sorry. Tudi se med Darjom je pa rešil zmerno jetra, no. Tudi, ko so ga zamenjali? Zaradi tega, ker so ga zamenjali? Ne, pač tako, kar neki pretty boy tam, da ne res neki teži, da mi ne s tem. Jaz bi pa imel prav Miami Vice in The North, veš, kao John pa Tormund pa jaz karkoli s Tormundom sem jaz takoj za. Sam Johna tako ubijajo v 3. delu in polje on sam. Zdaj tukaj je John odkorakal, ne, torej na The True North varianta, ne, on je torej zdaj kaj, smo ga videli kot kao The King in the North, pravi? The True King in the North? Ne, jaz mislim, da ne. To je nekaj tak scena. Da je šel Beyond the Wall. Ta varianta. S temi bil je že skupaj in tam bo živel. Tina, moja žena, ful dobro komentirala, ko vidiš Tormunda v zadnjem delu, torej na Castle Blacku, pa tako so bodo pogledali, kaj te on dela tu, ne, pa tako ti ne reče, ta njegova vikendica, zato ker veš kaj, vsi grejo na jug, ne, to je njegov jug, stari. Ja, Reve še čako prijem, če bi slučajno si premislil. Jaz se sen mislim, da je hotel ostati v bližini. Tako da. Ful dobra štorija glede Tormunda, ki sem bral en intervju z njim, pa ga vprašajo, koliko je tisto res, koliko on meni, da je tisto res, kar pove Tormund, da je ubil velikana, pa to, ne? On je ful ustvaril štorijo, ali pa mu kdo... da se je dojil. Ja, da je najprej ubil velikana, pol pa dojil, da v bistvu, da on je pripričan, da je res to, da se je dojil pri velikanki, ampak so ga zaradi tega zmerjali, da je Giant's Babe. In pol, ko je odrasel, je ugotovil, da je to mal beden nickname in si je dal vzdevek Giant's Bane. Okay. Ker to sploh ni tako neumno. Ni tako samo, ja? I like it. Brihno. Še rajš ga imam. Tormund. Tudi, če ima težave z inkontinenco. Ja. Super. No, skratka, čak, da vmes ne pozabimo tisto, kar smo prej nekaj o sociologiji, psihologiji govorili, to imate v enem super članku na Scientific American, za katerega se zahvaljujemo Jerneju Polajnarju iz Nacionalnega inštituta za biologijo. To je Igor dodal zraven, tako da epic. Zdaj vemo, kaj tam počnejo, če niste vedeli. Ne, meni je bil super članek, ker res mislim, da na en dober način obkrožuje. Ampak, kar sem jaz hotel tle, mogoče prej nisem dodal, je pa tle tudi, da je razlika med knjigo in serijo, veš, ne moreš ti vsega, ker si ti lahko v knjigi pač privoščiš dolge, ne vem, opise, marsičesa, vsega tega v seriji ne moreš pokazati, še posebej, če ima sam 6 delov v zadnji sezoni. Čeprav bom lahko eno idejo, imam lahko mogoče prav pozovemo, lahko prav pozovemo našo zvesto občinstvo. Že lepce se igramo, da bi v bistvu naredili kakšne v naslednji sezoni, da bi naredili kakšno epizodo prav specifično zgolj o žanru, da ne gremo zdaj pač kvaj v kino, pa kaj smo gledali. Ampak, veš, jaz bi fantasy žanr enkrat razštelal prav faktorja. Se pa bi vse, več žanrov. Ne, mislim, ne bi v eni epizodi več žanrov, bi samo fantasy žanr razštelal mogoče. Ok, skratka, drage poslušalke, dragi poslušalci, premijer in predsednik, če vas zanima... Če vas zanimamo, kako razglabljamo fantasy žanru, prosim, tweetnite, pišite na
Facebook in Instagram in tegajte zraven mitota. Glasujte zdaj. Ja, no, komod. Ja, nekaj tazga. No. Mislim, da, veš, vsa ta tema, ne, torej kako subverzija žanra, teme, ki so noter v bistvu za Game of Thrones bile spostavljene, se ve, to zavori, pa ne moramo pretirano nekako razdelati, bi pa jih rad enkrat. Ne, ko pač pogrešam to v naši podcasterski sceni. Moj bog. Okay. A bi še kdo kaj povedal o Igri prestolov? Mislim, da smo bolj ali manj Mislim, da smo. povedali. Ja, jaz to. si bom pogrešal. Kazal res bizarka v ponedeljkih. Ne, mislim, se pridejo Watchmen. Ne vem, jaz imam službo. A pridejo Watchmeni, s tem se ti tudi lažeš. Ja, jeseni bojo Watchmen. Jaz bolj... Jaz tam na tvar bolj čakam. ja, jaz, No, tudi. to tudi, ja. Jaz po traileru moram reči, da Epsko. epsko, ja. Ja, pa mislim, jaz na eno knjigo prebral, mislim, da kar hitro požrl Kako si naslednje lahko dve. vstaviš po prvi knjigi? Zato, ker je bila Ko veš, da takrat, ko obstaja, sem jo bral edina v slovenščino prevedena, pa me je pa Jordan zopet zamikal, ker je Brandon Sanderson napisal zadnje 3. Ja, le, Jaz to ne vem, je če kompleksna govoriš, zgodba. Vse vem. Ampak vedno, ko rečeš... Ti, ko bomo dali žanr fantasy, jaz skozi ti bom vse razložil. Vedno, ko rečeš Jordan, me zaskrbi, da boš rekel Peterson. A ja, ne. Lahko tudi njega menim. Zvečer ob 3 jutra poklical. Ej, Igor, Jordan Peterson. Skratka, zdaj smo v rubriki, kaj beremo, gledamo, poslušamo, pa najprej naša gostja. Bereš, poslušaš, gledaš kaj žanrskega v zadnjem času? Berem zadnje čase bolj Guardiana. Tudi jaz. Berem drugače zelo zanimivo knjigo The Body Keep Score, ki pa nima nobene veze z fantasyjem, čeprav mogoče na en način tudi v smislu, kako se telo odzove na travmo in tako v bistvu, če pogledaš posttraumatski stres sindrom in se prestavi v en drug žanr takrat in začne delovati tako, kot se je v tistem trenutku travme, ne, še čez ne vem koliko let. Zelo zanimivo, pač nek psihiater je napisal. Pa kriminalka ali Ne, non-fiction. Pa berem še, prebrala sem kar eno zanimivo knjigo Exit West. Kaj že... Khaled, Mohsin Khaled, zmeri zamešan njegov ime. To je moj raven obrata, nekako ima nek tak zanimiv pogled na to, da bi rekla migrantsko situacijo s tem, da doda neki fantasija noter, da obstajajo vrata, ki jih pač odpreš in izstopiš nekje druge na drugem delu sveta. Ne moreš izbirati, kje boš izstopil, vrata se pojavljajo naključno, lahko se pojavljajo, lahko jih dolg časa ni, ljudje slišijo, da so vrata, grejo pa še postavljajo. Zanimivo. Super. Gledam pa, zdaj sem pogledala The Good Fight. Kdo ve, to je spin-off od The Good Wife. Zelo politično. Pač Trump je osrednja figura cele sezone, mislim cele serije. Dead to Me gledam. To sem tudi videl, to je nekaj novega na Netflixu. Kristina Applegate v svoji kar dobri komični... Pa je komedija ali drama? V bistvu je tako kot Big Little Lies. Mal je dramedy, mal je mystery, zelo podoben. Killing Eve, pa zelo priporočam State of the Union, 10-minutnih epizod, ki sta jih naredila režiser Stephen Frears pa pisec Nick Hornby. Igrata pa Chris O'Dowd pa Rosamund Pike in vsaka epizoda je 10 minut, ki sedita v pubu, preden gresta na zakonsko posvetovalnico ali na terapijo. Priporočam, smešno. Okay. No, super. Igor? Gledal sem Johna Wicka 3, Parabellum. Malo sem razočaran. Mislim, če bi obstajal Oscar za kaskaderske scene, bi ga dobil, nujno, ker to je bližje baletu kot akcionerju.
In res, mislim, to, kaj Staleski pa režiser, ki je bil pač stunt double od Keanuta, pa pač Keanu in vsi ostali naredijo, je fenomenalno. Halle Berry je ful huda carica, ona igra v filmu, ampak poleg tega je dreserka psov. In njeni fajti so tak, da ima 2 ali 3 pse zraven, ki skačejo naokrog sred gunfighta in ubijajo ljudi. In začne z prvi, ki ga ubijajo, njeni psi, oziroma ne, niti pokončajo, je Jerome Flynn ga igra, torej Bronn iz Game of Thrones. In ima blond lase, ponytail, French accent, tak, da si kar, pa bele hlače, tak, da si kar zasluži. Ampak res, tak čist z enega takega vidika, da gledaš hude koreografije, tako da bi šel balet gledati, je fenomenalen film, drugače pa zgodbo kar malo pozabijo, pa malo je klišejska, bolj kot v prejšnjem, ker dvojka je res imela dobro zgodbo tudi. In pol je konec tak, da nastavijo za še en del in pač whatever. Ki so ga že napovedali, Ja, sej, obvisli. Ampak me sem pomislil na to, da pač ne glede na to, koliko fenomenalne so bile te bitke v Game of Thrones, tale Chad Stahelski bi znal to režirati boljše. Ker je res impresiv. Tako da, če dobi kakšne boljše scenarije, pa da mu reče nekdo, da je prav naredi film namesto baleta, mislim, da ima ta gospod perspektiv. No, okej. Mita? Je to bilo vse, Igor? Ja. Okay. Mita? Čakam, če še skako trivijo vletel, ko se spomnim. Nič ne gledam, nič ne berem. Od začetka maja imam 12-urne delavnike, mislim, da se vi na mojih podočnjakih, ker je štek prekernost. Igor je sva gledala tudi detektiva Pikachuja. Igor je to kar potlačil. Pika, ja, se res, to sem imel, precej, skratka, gledam tudi drugače. Mislim, kaj? Pa tako, Jaz sem, drago občestvo, jaz sem odklonil zastonj karto za ta film, pa me zdaj zanima, kako sta vidva uživali. Ful ti je lahko žal. A mi je lahko žal? Ja. A res? Ne. Ne, pa se je bilo. Samo nekaj mi pove, vse je bilo v traileru, zikar je bilo vse v traileru. Ja, vse je bilo. Ne, raznune želve so se mi dopadle. Želve so bile super, ampak tak je, gled, če si 10-letnik ali 10-letnica. Kar nisem, Pol je to fenomenalen film. Za nama je v kinu sedel en fantek, ki je se najprej preden se je začel film mami 6-krat zihar zahvalil, ker ga je pripeljala v kino. Potem, ko so vsakega Pokemona pokazali, je razložil, kdo je taka. Zaradi tega to malega bi šel v kino. To je bilo res izkušnja. S tem, da sem jaz nekje na sred filma Igorja vprašal, a ti Pokemoni govorijo sam svoje ime skozi? Ker sem tam skužil, ker on neki Psyduck. Ja, in potem sem to ponavljal, si tako, on mali zadaj, to je Psyduck. Če ti je to povedal. In potem ugotovim, vsi sam govorijo svoje ime. Oziroma imajo ime po tem, kar govorijo. No, v glavnem, tako da za tistega fantka in podobne, tudi ki so po duši toliko stari, ne? Kar ti spet nisi videl. Ti imaš staro dušo. Sredi veš. Ampak, če si pa odrasel človek, ki gre to gledati, pa pač se res en ten kasneje težko spomniš točno, kaj vse je bilo. Razen da bi bil Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ja. Ja, to vem, strela ratuje, ampak... Drugače jaz gledam seveda The Twilight Zone, še kar naprej, eden redki, ki očitno še kar naprej. Zdaj so bili 3 dobri deli, eden super, 6. del, The 6 Degrees of Freedom, je taka o potovanju v vesolje, super, res super del, vse do konca, ker se pač kao razplete, kaj je bila poanta in si tako, shit, a je lahko bolj obvious ali pa bolj tečno tega. Not All Men je pa najboljši del do zdaj, to je 7. del, ki ima tako nek meteor pade dol, oziroma meteorit pade na zemljo in vsi moški postanejo v stiku s tem meteoritom totalno agresivni in je ena taka krasna parabola na Me Too movement,
in na vse te zadeve. In je skratka super, posebej konc, tle pa konc, tako the best, pa same dobre igralke, tako da to. Point of Origin, zdaj le zadnji 8. del je bil pa spet je pa poskušal to migransko krizo malo tako komentirati in nisem mu najbolj posrečila, moram reči. Drugače pa gledam seveda Izvirne agente obot. Skratka, to je zdaj že kera, sem rekel, 6. sezona, 2 dela sta bila zaenkrat, Missing Pieces in Window of Opportunity. Upepeljenja iz Avengerov očitno ni bilo, ali pa ga noben ne omen. Skratka, vsi so še zmeraj tle, ne dogaja se 5 let po unem, ampak par mesecev po zadnjem delu prejšnje sezone. In Coulson je bad guy in je badass. To sta v bistvu, ja. Pač Coulson je umrl na koncu prejšnje sezone in zdaj nekdo, ki zgleda kot Coulson, pa ima 3/4 DNA kot Coulson, sam ni Coulson. Kaj nastavljajo tele Kree Wars? Ne vem, kva se dogaja, noben še točno ne ve, kva se dogaja. Prišli so zemljo uničiti, to sam vemo. In zdaj ga je treba ostaviti. To se čist čuje kot Secret Wars, ne? Mislim, nek nastavek. Ma ja, veš kaj se je, sam ne vem, če bo šli tja. Ker tudi serija se mislim, mislim, da ne. Mislim, da se je serija še kar odločila, da pač, da so jih ti Avengeri kar fajn pošteno za frken in da v bistvu nimajo kaj početi. In koliko jaz mislim, je to itak zadnja sezona zdaj. Čeprav sem zadnjič videl, da neki 7. že neki tudi kvazi še napovedal, ampak jaz mislim, da ne, da je to. Skratka, zaenkrat pač tako, kot vsaka druga ali pa 3. sezona, pač začne se tako ok, Coulson je badass in je cool, ampak ni pa zdaj ne vem kva, no. Tako da, tle smo. To je to. Skratka, ljudje in ljudine, to je bila že naša 23. epizoda, v njej smo se pogovarjali o Igri prestolov. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mateja, bitke sem preživela, da sem prišla do dialogov Košir. Mito, dober je v ljubljenju Gegič. Igor, uničili ste okolje Night King Harp in Aljoša, general po bitki Harlamov. Vedno. Tokratno epizodo smo posneli v kinu Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za filmsko in sicerčne gostoljublje. Te dni znova odpirajo drive-in kino za vse, ki si želite film ogledati z udobnega sedeža svojega lastnega avtomobila. Več informacij o tem najdete na spletu in kot bi rekel Anže, kje se vas najde na internetih, fantje in dekleta, kje se vas ujame v živo, najprej gostja. Seveda se te da dobiti na internetih, na Twitterju si? Mateja K, tako je. Ostalo ne. Urednica Vikenda, skratka, to smo slišali. Ja, je Vikend. Tako. Ne, Vikenda, generalno, veš kaj. Urednica vašega Vikenda. Ampak se to je lepo. Jaz bi rabo urednika za čez Vikend. Ja, jaz tudi. Nojno. Ja, da bi jim povedal, kaj gledati, pa kaj brati. Čakaj, sem že zdaj nečem komat od karateja prebral, mislim lirike, da samo to še v letu. Why does preparation for the week always take the whole weekend? Ja, drugače v delu pa novicah je ena taka priloga, petek, soboto, ki ti pomaga lahko. Kaj početi z vikendom? Da ti ga malo skurira. Ja, vikend se reče. Nemogoče. Kako posrečeno ime. Igor? Ja, kalendar Q na Twitterju, gledal bom na temu. YouTube pa to je. Pa v Ljubljani. Mito. Ja, Mito Gegič na Facebooku pa spletu, pa na Twitterju, Budamit, pa ne vem, če se ostavite v bližnji psihiatrični bolnišnici, mogoče že tam. Res imaš še razstavo? Kaj, na Dobu? Ne, nič nijam. Trenutno brez razstave. Mito. Jaz sem Aljoša, najdete me na Twitterju kot Al Harlamov, povsod druge sem pač Aljoša. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox,
Dajte nam kakšno ceno na iTunesih za božjo voljo, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se vam bo v naslednjih dneh zdelo, da je življenje po koncu Game of Thrones nesmiselno, prazno, sivo, da vino nima prejšnjega okusa in da golota ni enako vznemirljiva, pomislite, kako hudo bi bilo šele, če bi se nekega dne končal podcast Obot. Ostanite z nami. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, že nekaj časa smo na Facebooku kot podcast s K-jem Obot brez pikic in tako je tudi na Instagramu. Tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje in seveda, kot je Mito prejle vas prosil, prošnje oziroma predloge, ali naj pokrijemo fantasy žanr ali ne, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer se pa slišimo spet čez 2 tedna, oziroma mal manj ali mal več, kakorkoli že. Slišimo se en torek v prihodnosti. Kmalu. Ja. To je bil podcast Obot. Naj živi kralj Bran the Broken. Polomljen. A to je Slovenija? Ne, the queen is dead, long live the king. Ja, Bran polomljen. Bran polomljen? Bran polomljen. Ja. Ulomljen Bran. Ja. Bran ulomek. Tisti, ki je padel z okna. Ki je bil potisnjen z okna. Tisti, ki downloada update. Ja. Ali kaj, ne vem. Jamie bi lahko bil... Bran pod okničem. Cool.